vse, ko mi iščemo od zunaj potrditve, kaj je to? Ja. Ko pa ti sebe rečeš in rečeš sebi da in rečeš drugmu ne, je pa to samo zdrav odnos do tebe. Nives Jurman. Ko imaš sebe, Ja. imaš vse. Mi smo tukaj, da zadovoljimo svoje pričakovanja in to našo pot, katero smo se mi izbrali. Večina ljudi, ki si boji iti to svojo pot, je zato, ker pač istočasno druge gledajo in si mislijo svoje. Ne? Zelo fajn v bistvu, ne vem, vprašati v bistvu, kako se počutiš, a ne? Ta moralni kompas, ne, kam mu rečemo. Moj moto je, a te vodi pogum ali pa strah. Mi smo kreatorji, a ne, življenja in odvisno, a ne, kaj dejansko skreiramo. Jaz napišem pismo županu, v bistvu, da bi jaz odprla vrtec. Najhujša neumnost, kar je človek lahko naredi, jaz odprem vrtec 13. maj. To je na koncu šolskega leta. In itak, da ni bilo otrok še vpisa. In jaz sem naredila tak finančni tok v minusa, ne, da se sploh nisem zavedala. Preden greš gledati to epizodo, 77% ljudi, ki to gleda, ni naročenih na naš kanal. Meni pa moji ekipi ogromno pomeni, da nas na ta način podprete. Tako da bi ti rekel, da si vzem sekundo, dve, pa to naredi. Za tiste, ki že subscribate, delite to epizodo, govorite o nas toliko lepe stvari, pa hvala lepa. Zaradi vas ta projekt dobiva še večji zagon. Tako da uživi v pogledu. Veliko ljudi me vpraša, kako sploh začeti pogovor pa to, ne? Tle na podcastu in... Ja. Ja, se je tako na prvo žogo tako pač začneš, ne? Ampak nimajo vsi tega daru odpiranja pogovorov ali pa začenjanja pogovorov ali pa pristopanja, ne? In ena stvar, ki sem jo jaz pač videl kot čisto resnico in tako bom tudi jaz začel ta pogovor, je, da najdeš nekaj, za kar si hvaležen v zvezi s tem človekom, ali pa najdeš nekaj lepega, nekaj, kar ti dejansko je neko pozitivno vibracijo dala, ne? In to na glas pač poveš, ne? To moram jaz povedati. Ne, jaz. Okay, a veš, kaj mislim, ne? Ti si pršte zdaj k meni gosti, ne? Ja, dobro, sem me ne poznaš. Ja, no, ampak sem zato si tle. Okay. Zdaj, zakaj sem te povabil na podcast, ne, recimo, je nekaj tazga, kar mogoče si tudi ti sprašvala. Tudi rekla si, kako imam zdaj šanso kle sedeti, ne, pa deliti ta sebe. priložnost, ja. Jaz sem, ko si ti meni poslala tisto knjigico, ne, sem začutil, da si naredila eno zelo lepo stvar zame, ker si, ne samo, da si mi dala neko pozornost, imela je zelo veliko smisla. Ne? In jaz sem v tistem trenutku pač rekel, wow, koliko to meni zdaj prav pride, pa ta otrok v meni se je malo zbudil. Knjigica za praktično otroka je bila tako pri meni wow. In sem rekel, ok, zakaj sem zdaj le pomislil na to, da bi jo povabil kot gostjo in pol ne grem na prvo žogo pa napišem, ampak pustim, da se malo usede. In bolj, ko se je usedel, bolj sem bil tako, ok, čutim, da je tukaj ena res pristna, lepa energija, ki hoče dober in zakaj ne bi pač odprl jaz tukaj ene platforme zate, ne? In nisem vedel niti, da imaš vrtec, niti da teh drugih stvari, ne? Zato si pač danes prišla sem, da mi malo več tega poveš. Tako da jaz bi predlagal takole. Najprej bi ti rekel hvala, da si kle. Vem, da je to kar krepko iz cone obdobja, ampak jaz ti obljubim, da si točno tam, kjer moraš biti. Super, hvala. Ja. Vprašal bi te za začetek, da se malo predstaviš. Mogoče ne samo meni, ampak tudi vsem, ki poslušajo. Kdo si? Kaj nekako čutiš, da je to, kar daješ, kar delaš? Pa bo šla pa malo nazaj, da bo videla, kako je to vse nastalo. Okay. Zdaj, jaz moram tako reči zase, sploh recimo mogoče nekaj zadnjih let, da lahko rečem zase, da sem raziskovalka življenja. Zanima me dejansko ne samo to življenje in včasih se mi zdi, da zelo rada grem tudi v kakšno prejšnje življenje, da razumem to življenje zdaj. Itak mislim, da ko enkrat stopimo na ta pot, kot sem jaz stopila na pot podjetništva, se mi zdi, da se ti dogajajo izkušnje, preizkušnje, izzivi in nekako ne veš, zakaj se ti dogajajo. In takrat v bistvu se mi zdi, da moraš pogledati širšo sliko. Ker dejansko vem, da pač prenašamo marsikaj tudi iz preteklega življenja in da marsikaj moramo tudi v tem življenju pač enostavno more priti do poravnave. No? Tako da tukaj se mi zdi, da je tisto, no, da raziskujem življenje z večjih platinov. To se mi zdi, da me tisto žene naprej in
In dobiva neko celostno podobo, no, za katero sem ful hvaležna, v bistvu, da lahko živim to, kar živim v bistvu. Kdaj se je pa začelo to raziskovanje v taki obliki, ki ga zdaj poznaš? Recimo? Se mogoče spomniš to, koliko si bila stara, na kakšen način se je to začelo prvič odpirati mogoče? Zdaj, jaz moram reči, da nobene odločitve oziroma nobenega dogodka v mojem življenju dejansko nisem sprejela z racionalnim razumom. Skozi mene vse poteka skozi net občutek in vse dejansko sledim svoji intuiciji. In pri meni ni tako srednje poti, je črno ali pa belo. Tako da v bistvu vsaka stvar, ki se odločim, je v bistvu ta intuicija, ki mi govori. Zdaj, ko bi pa to najbolj močen občutek, je pa bil, ko sem, recimo vem, da sem pustila že službo, sem bila takrat v bistvu se neka dovolj je in sem se sam prepustila, kaj bo prišlo in vem v bistvu, da ko sem bila tako res dejansko v stiku sama s sabo, se je zgodil notranji glas, ki mi je samo rekel, vrtec moraš odpreti. Ampak v mojem umu ni bilo, da bi jaz odprla vrtec. In ko sem jaz ta glas slišala, jaz sem se ga dobesedno ustrašila, ker res nisem vedela, kaj to pomeni, kako, na kakšen način. Ne, jaz grem v bistvu pač v ta del sebe, in ampak glas ni utihnil. In tukaj, sem potem videla, da mu moram prosluhniti in iti za tem, kar očitno se prebuja skozi mene, Tudi v bistvu, ta intuicija se mi zdi, da je že kar prisotna že kar dolgo časa, ampak takrat sem je pa najbolj zaznala in takrat v bistvu sem pa šla res, sem šla pa tudi na regresijo, zakaj moram vrtec odpreti, kaj je tukaj v ozadju, In tukaj je v bistvu se ta pot začela, tako da v bistvu in da pač absolutno sledim samo intuiciji v bistvu v mojem življenju, tako da ni razumske razlage za nobene stvari, Kdaj pa si odprla vrtec? Koliko časa je zdaj že? Vrtec, 13 let v bistvu. Wow. 2011 v bistvu je ta ideja tako zrasla, mislim, se je bil nek klic, in potem sem dejansko šla v to, v bistvu, in tako se pravim, 13-letno potovanje. Tako bom rekla, bilo je zelo lepo, bilo je pa tudi zelo veliko izzivov, in tukaj se je res začelo to notranje potovanje, tako da sem takrat v bistvu sem pa zdaj res začela raziskovati sebe globje. In kako, če me peleš zdaj na začetek, ti si se odločila, da boš odprla vrtec? Daj me pel v ta izziv, ki je bil v bistvu nek tak, ki po mojem vsi, ki smo šli neko svojo pot, smo se s podobnimi občutki soočili, ki so v bistvu, a sem dovolj dober, zakaj sploh to delam, a je to res to, kako je bilo pri tebi? Zdaj, ko se je meni ta ideja, da odprem vrtec, jaz nisem videla, kje naj se lotim, ampak ker glas me ni pustil, na miru sem jaz rekla, jaz moram nekje začeti. Ja. Tukaj, jaz res ne vem, kje sem imela nemoč, nek pogum, jaz napišem pismo županu, v bistvu, da bi jaz odprla vrtec, in jaz čez en teden dobim klic in pač povedala sem, da če mi lahko pomagajo prostorsko, če mi lahko pomagajo finančno in sem mi pač povedala, da pač to ni mogoče, da pa pač, če pa to res moja ideja, pa da se s tem bi res želim nekaj doprinesti, in mi bo absolutno uspelo. In jaz sem takrat dobila tak zagon, da sem šla v akcijo, poiskala prostor, poiskala v bistvu, bom rekla, potem v bistvu te izvajalce, ker to so bile samo 4 stene, vrtec je bil čist prazen prostor. Tudi je bilo vse, kar se tiče tega, je oblikovano bilo tudi z mojo idejo, ker pač je bila zraven arhitektka. In to se je začelo. In jaz brez, da bi karkoli razmišljala, najhujša neumnost, kar je človek lahko naredi, jaz odprem vrtec 13. maj. To je na koncu šolskega leta. In itak, da ni bilo otrok še vpisa. In jaz sem naredila tak finančni tok v minus, da se sploh nisem zavedala. In tukaj je bila samo želja, moja naivna želja, da pač jaz grem da grem jaz pač v ta vrtec. No, se cel proces, da sem jaz odprla, je trajal 1 leto pa pol, ker pač je bilo treba vse zrihtati, jaz nisem vedela. In to je tisto, veš, jaz nisem imela orodja, jaz nisem imela tukaj pomoči, da bi videla, kako se to lotita, potem pristopiti do ministrstva, pristopiti do občin. Tako da v bistvu tukaj sem se kar dejansko soočala s tem, bila sem na koncu, vem, da na otvoritvi tako utrujena zjutraj, da sem res tako jokala, ker sem rekla, oh my god.
No, pa je prišla otvoritev, a ne, tisto bi bilo potem ekspanzija, v bistvu vseh občutkov in tako res si pač ponosen, a ne, ampak pot se je takrat pa šele začela. Takrat v bistvu se je pa šele res odprlo tisto in takrat se pa začne to soočanje sam s sabo. Kaj s tem misliš? To, kar si zdaj rekla, kaj je prišel, na kaj si se spomnila? Na to, da dejansko nisem bila postavljena, nisem bila v svoji notranji moči, nisem imela sebe celostno. In tako pa ti pridejo izzivi, ki jih imaš starši, izzivi z zaposlenimi, ne znaš postaviti meje, v bistvu potem, ta moja občutljivost je šla čez vse tiste variante, pa greš pa tudi na en način v vlogo žrtve, a ne, ampak nisem hotela, tukaj sem že imela toliko vpogleda vase, a ne, da ni nihče ni kriv, ker jaz to doživljam, ampak pot je bila pa tako res samo gledati navznoter in pogledati najprej v svoje šibke točke in dejansko sebe začeti graditi, ne, in takrat je tudi pa bile za mane prve terapije, prvi stik, ne, s tem in seveda pa posledično je bila pač čut pod študiju astrologije. No. Kako si se pa na začetku lotevala tega, ker si rekla, da si prvič tudi pristopila k pomoči, a ne? Na kakšen način si začela sebe notranje graditi? Jaz sem predvsem v bistvu, tako moram reči, da prvi stik v bistvu je bilo tako, da sem si rekla, ok, jaz moram pomoč dobiti, a ne, v bistvu in poiskati, zakaj se meni to dogaja, a ne. In zdaj ta stik, jaz se sploh ne spomnim, v bistvu, in da sem prišla v stik z eno mojco, v bistvu in potem v bistvu sem hodila pač k njej na terapije in dejansko tako, da sva res gledali v bistvu, kje sem jaz izgubila to zaupanje, ne, ker jaz sem imela zaupanje, ne, ko sem vrtec postavila ogromno, to ni bilo debate, da meni ne bi uspelo, a ne, in potem je pa zaupanje pošlo, a ne, ker sem videla, da dajem moči nekam, kar je pač ne znam drugače ubraniti, ne, v bistvu, in tukaj je bil potem ta najhujši ta proces. Tukaj danes, ko pogledam, čez 14 let nazaj, v bistvu, nisem imela postavljene sebe. In to v bistvu se mi zdi, da pač, jaz sem prepričana, no, da vsak podjetnik gre čez transformacijo. Ne vem, ti lahko rečeš kaj na to temo? Sigurno, sploh to, kar si omenila postavljanje meja, ne, to je nekaj tazga, kar jaz vidim tako nasploh, ne kot problem, ampak kot ena sprememba, ki je večino ljudi strah narediti. Mislim, da zato, ker je tukaj noter zdaj na tapeti, kako me bo nekdo videl, kaj si bo nekdo mislil, ne, in smo na to kar občutljivi kot ljudje, ker smo pač, ne vem, družbena bitja in želimo ugajati, želimo biti sprejeti. Zdaj nekdo, ki je v otroštvu, po moje, tega ogromno imel te sprejetosti, a ne, pa čim manj travme, sploh prve 3 leta, ne, da so vse, da je nekako bil viden, bil slišan. Mislim, da nimajo toliko problemov s tem, ampak večina ljudi nas pa pač tega ni imel, ker je bila vzgoja malo drugačna, kot je danes, ker smo starši bolj zavestni okoli teh stvari, ne, in tudi hvala Bogu imamo privilegij tega, da več časa lahko otroku namenjamo, da ni striktno služba, obadva in to je to, ne. Imamo več te svobode. Mogoče bi tukaj dodala, ne, bolj ste starši tako tukaj prebojeni, ne, v tem obdobju, vsaj to, kar jaz zaznavam in čutim. Ja. In lik danes sem razmišljal, da v bistvu, koliko sem hvaležen za to, da lahko toliko časa preživljam z Irino, a ne? Ne samo zato, ker se povezujeva, ampak tudi zato, ker na ta način razbijam neke vzorce, ki jih še zmeraj čutim, veš, kdaj bi kar šel stran, ne, kar zamotil bi se, sam da ne rabim biti z njo, ne, in to pač zavestem in sem tako, zakaj? Zakaj o tem razmišljam, od česa bežim, ne? In je zelo lepa lekcija zame bila, ko sem dobil pač otroka, ne. Ker me je postavila pred neko drugačno vlogo, ko sem jo bil vajen. Ampak mogoče ti tudi postavlja to vlogo v bistvu iz tega vidika, ne, kako si ti, v bistvu, kako so bile tvoja, a ne, ker otrok prve 3 leta je v bistvu zelo v vlogi, v bistvu, a ne, če gremo zdaj čisto po astrološki dinamiki, je na podlagi kako se njegova čustva razvijajo in verjetno je ona tebe pritisnila na ta čustva, ki si jih ti izmel iz otroštva, ne? Po moje, ja. A veš, in tukaj se mi zdi, da je potem tako, zakaj si dejansko bežal od tega strana, ne? A veš, ker če tvoja čustva niso bile zadovoljena, ne? Potem je tam rana, tam je bolečina.
A ne? In ona ti zdaj pritiska na tiste dele, v bistvu, kjer ti mogoče še nisi zaceljena. Ne? Ja, mali učitelj. Ja, absolutno. Sigurno, ne. Ja, no, da se vrnem nazaj k mejam. Pri tem postavljanju mej velikrat vidim, da ko pa ljudje začnejo postavljati mejo, ko postavijo prvič, ko postavijo drugič, ko postavijo tretjič, pa je pa tako, zakaj nisem tega že prej delal, ne? In je v bistvu sam nek strah zraven, ki je vezan na nekaj, kar sploh še ne vemo, da se bo zgodilo, ne? Pa me zdaj zanima iz tvoje izkušnje, če bi te tako čist simpel vprašal, kako si se ti naučila postavljati meje? Ja, prva stvar, v bistvu, kaj je, v bistvu, da sem se začela spraševati, kaj je moje, kaj ni moje. To se mi zdi, da je bilo prvo, ker jaz sem vse vzela nase, a ne. Jaz mogoče je tudi tako, a ne, da jaz nisem več znala ločiti, a ne, v bistvu, kaj je recimo karikiran kritika na vrtec, a ne, kritika mogoče na program in kaj je kritika name, a ne. To je bilo meni vse isto. Malo osebno. In tukaj v bistvu sem jaz imela največje težave. Ker sem se poistovetila, jaz sem se z svojim podjetjem poistovetila, ne, v bistvu, in tukaj treba ločiti, ne, kaj je tvoje zasebno življenje, kaj je tvoje poslovno življenje. Danes to tako ločim v bistvu in ni, ne. Ampak takrat, naprimer, ko si bil na začetku, ne, ti nimaš postavljeno sebe in potem ti pride starš, a imamo lahko še francoščino, a imamo lahko še ta program, a imamo lahko še ta program. In, a veš, ker nisem imela sebe, začneš razmišljati, a pa bi jaz res mogla upeljati še francoščino? A bi jaz mogla res še, recimo, ko smo vrtec, pač kaj poudarek na športu, še ta program upeljati? In takrat sem jaz si rekla, halo, to je tvoja izbira, kam si ti upisal vrtca. In upiši v vrtec, v bistvu, kar imajo francoščino. Jaz sem prepričana, da tudi ta vrtec obstaja v Ljubljani, ne? Ali pa kjerkoli drugje. In tukaj sem jaz rekla, ne. To je prišla moja ideja in jaz sem začutila ta ideja, da je moram tako postaviti, kot je, in smo pač športni vrtec, kjer je poudarek na gibanju. In tukaj, a ne, v bistvu, da pa potem prijejo starši, ki bi pa program spreminjali, pa kdo ste vi? A ne? In tukaj v bistvu se mi zdelo prvo postavljene meje, v bistvu, ko si rečeš, halo. Ampak tukaj nisem kazala na prste, nekdo drug je kriv, ampak ni jaz, kje je tvoja meja? Kako si se pa z dvomom soočala? Ker ko enkrat dobiš neke take predloge, s katerimi se ne strinjaš, ne? Ja, predvsem v bistvu je tako, ne, kaj bi še lahko naredila, kako bo, da me še bolj sprejmejo mene, ker nima nobene veze z vrtcem, a ne, v bistvu. Ja. A veš, kaj drugo je, da ti sprejmeš podjetje, ne mene. Ker lahko podjetje zelo dobro laufa, pa recimo lahko mene ljudje, pač jim nisem všeč, ker itak, kako bi bilo, če bi vsi vsem všeč, in to tudi ni okej. Ti si vsem všeč, ne? In tukaj, ne, je predvsem bilo tisto moja, pa v bistvu, seveda, je pa tvoja lastna vrednost, ne, v bistvu, ne, tam se pa potem začne, ne, v bistvu tudi en korak začneš dvomiti, ne, ampak meni je bilo to najbolj v bistvu, če je to prišlo, ta ideja prišla skozi mene, ne, zakaj zdaj jaz dvomim v njo? Ja. Ampak, veš, ljudje so ti dejansko ogledala, ampak ta ogledala niso vedno samo pozitivna, ne, so tudi negativna, ne, jaz sem se tudi zelo soočala z zavistjo, me ni sram povedati, ne, in tudi ena mamica me jasno dala vedeti, ne, da pač res bi bila na mojem mestu. In so imeli res konflikt, kaj je zelo grdo govorila o meni, ampak sem jo absolutno soočila, ne, ker jaz pa ne prenesem, da nekdo neki govori, kar ni res. Ampak pa so se lepo razrešila in so potem se zelo lepo razšle, ne. Ampak stopiš ljudem na žula, ne, ampak danes vem zakaj, ne, ker vsak bi živel svoj potencial, ampak če ti ne moreš, ne, v bistvu živeti, v bistvu pa ti pritisneš drugim na tisto bolečo točko, ne, v bistvu. In začutil sem eno res lepo moč zdajle, ko si to izrekla, ne vem zakaj, čisto ti povem, mogoče bo šla še kaj pogledati, ampak zdelo se mi je, da si se postavila zase tako in da si to res rabila v svojem življenju. Ful. Jaz mislim, da v bistvu jaz danes vem, ko imaš sebe, imaš vse. Ja. In to se mogoče sliši mogoče tako čisto enostavno, ampak ni, ne, kot pade ta balast, ne, ko mi zadovoljujemo pričakovanja drugih. Ja. Ampak mi smo tukaj, da zadovoljimo svoje pričakovanja in to našo pot, katero smo se mi izbrali. Konec koncev smo
v bistvu izbiramo sami pot, ne? Kako si se pa naučila ločiti med tem, kaj so pričakovanja drugih, pa kaj so tvoja? Oziroma, kaj je tvoje, kaj ni tvoje? Kako si to? Ja, v bistvu tukaj je bil samo... Tukaj moram zelo reči, ne, da takrat, ko sem se s tem začela najbolj soočati, v bistvu sem potem začela ta tehnike meditacije. Aha. Meditacija mi je blazno pomaga in tudi tukaj sem potem dobila nekako neke odgovore. Predvsem v bistvu, da sem to videla, ne, izhaja to iz moje percepcije ali iz kjerga drugega, ne. Ker predvsem tam sem videla, ne, da mi kdo vsiljuje meje oziroma mnenje. In tukaj v bistvu sem si rekla, pa čak malo, zakaj bi jaz mogla tvoje mnenje sprejeti, ne? Če sem pa jaz, imam svoje lastno mnenje, ne, v bistvu, ne? Ker meni ni problema, da meni kdo predstavi idejo, pa kaj bi z njo naredil, ne? Ampak če ne resonira z mano, ne. Tako da grem zelo iz tega, kar dejansko jaz čutim. In ta občutek me nikoli ne prevara. To mi je res tako noro, ampak moraš pa biti v stiku sam s sabo, ne, da slišiš to intuicijo, ne. Tako da, ja. Ta del v bistvu je najbolj v bistvu me, da sem ponovno začela slišati sebe, ne? Ker ko si ti v stiku, ko sklopiš potem lažje slišiš, kaj je tvoje in kaj ni tvoje, ne? Ker včasih lahko dela tudi ego, ne? Pa sam neko dokazovanje, da boš nekomu nekaj dokazal, ampak zakaj, čemu? Zakaj, ja. Ker konec koncev raniš potem samo sebe. Ja. Nobenega drugega. Lih danes, ki si lih ta primer dala, lih danes, ki sem bil na se pravi tem rehabilitacijskem programu pri Gašperju, sem videl, da je na story začel pač objavljati dosti ljudi, ki hodijo v to mrzlo vodo zdaj, ne, in da je zdaj vedno neki ta element, on je šel pa na 5 stopinj, pa šobe imel preklopljene, ne, to je pa res noro, veš. In danes, ki sem bil tam noter, padel sem v nek pač težek proces, trans, občutek sem imel, da da stojim v kadi, da se je svet v bistvu obrnil in da ga jaz zdaj gledam tako. Ne, ker to je, ti greš direkt iz savne v mrzlo vodo in je šok za telo, ne ve, kaj se dogaja. No, in je Gašpar rekel, da me je gledal in da so se mi oči nazaj začele vrteti, ne. Jaz nisem imel tazga občutka, jaz sem samo dihal, ne. Ja. No, in v tistem sem pač pomislil na to, da mu moram povedati, da mora tem fantom pa puncam, ki to delajo, reči, da to ni tekmovanje, da to ni tekma in da in je rekel, ja, sam veš, kaj si na začetku, pa to, pa je treba, pa greš malo čez svoj čas, in da sem rekel, vprašaj jih zakaj, sam to jih prosim vprašaj, ker ti bojo rekli, danes bi šel pa red čez 5 minut, jih vprašaj zakaj, iz kje, zakaj to hočeš narediti, ker če se boš spomnil, zakaj si šel v to kat noter, nisi šel, da boš pač tekmoval sam s sabo, vsaj po mojem mnenju ne. Pa si že to, da nekaj dobrega za svoj telo narediš. In se mi zdi pomembno, da se to zavešča. Ampak to je prišlo spontano v trenutku, ko sem bil jaz, až tekaš, holotropik že skoraj, ne. In ja, in bolj, ka neki na take stvari znaš izustati, utemeljiti, da ni na prvo žogo iz ega, ampak da je dejansko kaj čutim, je ena taka stvar, ki mislim, da bi vsakmu koristila. Mogoče je tukaj res težje, ne, ker danes smo recimo tako zelo zbombardirani recimo strani vseh medijev, ne, in v bistvu recimo tako vidimo Facebook, Instagram, ne, tukaj so res v bistvu ene zgodbice, ki so ljudje s temi zgodbicami zelo poistovetijo in želijo pač dejansko to živeti, ne, ampak a je to resnica? A ne, tukaj se mi zdi, a ne, v bistvu jaz ko pravim, daj naredi tisto, kar tebe kliče, kaj je tvoj notranji klic, a ne, objavi tisto, kar tebe inspirira, a ne pa, da v bistvu delaš tako, kot dela večina, a ne, ker se mi zdi, da pač tukaj so poti, a ne, ka lahko vsak dejansko zbira in vsi smo lahko in vsi smo sami kreatorji, ampak na svoj lasten način. Ker tako kot ti lahko objavljaš, ne morem jaz, ker jaz nisem ti nisi jaz. Ampak v bistvu skupaj pa lahko vsak na svoj način v bistvu pokaževa, ne, kaj se pa da, ne, in kaj dejansko lahko ponudiva, ne. Tako da tukaj se mi zdi, da moramo dejansko res poslušati sebe, a ne. Ja, in začne se po moje, vsaj pri meni se je transformacija začela tako, da sem nehal obsojati, ne, da sem, a veš, jaz sem, misliš, da ne, ampak večina ljudi, ki si boji iti to svojo pot ali pa boji nekaj svojega začeti, je zato, ker pač istočasno
druge gledajo in si mislijo svoje, ne, Ja. popsvojejo, pa gleda to, pa kva se pa ta gre, a ne. A veš, in jaz ko pravim, jaz moram reči, da mogoče nikoli nisem toliko zavestila, kako stopiti na podjetniško pot kot med korono. Recimo, jaz mislim, da takrat v bistvu sem res razumela vsakega podjetnika in drugače sem gledala tistega, kaj je zaposlen. Jaz recimo je prišel, mi smo marca zaprli vrtec, v bistvu dobili smo obvestilo, da so starši pač oproščeni oskrbnine. Takrat se ni vedelo kaj in bil je april, jaz nisem imela evro na računu, plače sem pa mogla dati. In v bistvu, ko sem poslušala od mojih prijateljev, kako je meni fajn, ker sem doma, kam mi ni treba v službo, takrat v bistvu se je začelo meni postavljati vprašanje, kakšen doprinos si ti podjetju. Wow. In takrat je meni naredil klik in jaz moram reči, da sem na takrat najbolj počaščena, najbolj hvaležna, ko so moje punce vse prišle s takim veseljem nazaj v službo. En dan prej, da smo pripravili prostor, da smo se res razveselili otrok. In takrat v bistvu sem tudi vsem puncam rekla, vi ste pripadni podjetju. Ker če ti nisi pripaden podjetju, kakšna energija daješ podjetju? Ljudje so pa doma uživali. In meni je bilo to tako razsvetljenje, ker vsakič vstopamo, kamorkoli gremo, vstopamo z energijo. Vsak dan vstopiš v službo z energijo. To je isto, kot zdaj midva, ki se tukaj pogovarjava, s kakšno energijo vstopava. A je to zdaj nama odveč? A lahko nekaj ponudva? Ali v bistvu lahko, ne vem, pri enemu človeku narediva ta aha moment, ko si rečeš, wow. A veš, vse je energija. In tukaj se mi zdi, da je v bistvu potem, zato jaz ko pravim, vsak, ki stopi na svojo podjetniško pot, mora imeti ogromno poguma in ogromno vere vase, da mu bo uspelo, ker nihče ne stopi zato, da mu ne bi uspelo. Ampak to, če mu ne uspe, on ima to izkušnjo. In jaz mislim, da iz te izkušnje lahko zelo, zelo veliko zraste. Meni lahko ne bi uspelo, pa lahko bi rekli, lepo glejo, ni uspelo. Tudi bom priznala, med korono sem dobila vprašanje, ni več, boš mogla vrtec zapreti. In to ni bilo samo eno vprašanje. In jaz sem rekla, pa ljudje božji, ali me lahko vprašate, kako sem, kako se počutim? In recimo vsakvarjala sem se takrat že z astrologijo in je tako, no, če ti pa ne bo šlo, boš pa vrtec zaprla, pa se še z astrologijo ukvarja. Ampak astrologija je bilo del mene. Vrtec je pa moja pot, moje poslanstvo, moja želja. In takrat sem jaz rekla, ne bom ga zaprla. Jaz, če potegnem moč z mezinca na nogi, se bom borila za to. Ampak, a veš, težko je bilo, ker že tako sem bila v krču zaradi finance, ne, ker nisem vedela, kaj sledi. In potem imaš pa še ljudi, ker ti postavljajo tako vprašanje, ka boš, da jih sploh ne bi vprašanje postavljali. In potem v bistvu vem, da sem v tistem obdobju dobila sporočilo od enega očka, ki ima otroka pri nas. Je rekel, mi zberemo v medijih, ki se dogaja, in je rekel, pripravljeni smo, da zberemo, da bomo zbrali vsak po, ne vem, ali po 100 evrov, tako v bistvu, da boste lahko naprej v bistvu potem, da v podjetje laufalo normalno naprej, ne. A veš, in ta oče v bistvu je imel samo otroka pri meni, ampak očitno je začutil mojo stisko, ne, začutil z medijem, kaj se dogaja, ne, v bistvu. Zato jaz, ko pravim, stopiti na pot in soditi nekoga, je najlažje. Če pa ti se daš v te čevlje od nekoga, je pa to v bistvu ful lažje. Dajmo si podporo. A veš, tudi mogoče, ko ti ne gre, v bistvu te vprašaš, ti lahko karkoli pomagamo, ne? Ampak, ja, tako da v bistvu tukaj je bilo meni, v bistvu bom tako rekla, da sem imela z korono pač popravni izpit, da vidiš, koliko si močena, ne, v bistvu, ne. Ja, itak me je zlomilo, tudi pred eno sodelavko sem njo kako dša, ne, kaj se reka, ne vem, kako bom, ne, ker greš v stisko, ne, jaz imam 7 zaposlenih in tukaj v zadnji bilo treba plače dati, ne. Če ni bilo na računu. Ja. Kako si se pa ti počutila takrat? Zelo nemočno. Če bi te nekdo vprašal, kako si, a bi povedala dejansko? Ja, bi, recimo, bi ker rekla? tudi
mogoče bi recimo tudi vema, recimo, da takrat v bistvu so tudi punce moje videle, a ne, da se nič ne javljam, ker drugače sem bila jaz tista, kako ste, in sem se zaprla in potem so mi naredile video, v bistvu, in tisti video vsaka je nekaj povedala o meni, tako, in tisti video me je res tako dvignil. In ko vidiš, da imaš v bistvu zaposlene, kjer v bistvu je pomemben človek, kjer jim je bilo pomembno, kako se jaz počutim, a ne, in takrat v bistvu se mi zdi, da sem res dobila ti zagon in ta video. Bom rekla, še vedno zelo velikrat pogledam, no, ker mi tako mar. Mislim, mar mi je za njih, mar mi je pač za otroke, ampak ja, vsem bi povedala, kako se počutim, ker jaz nisem tako, ne, jaz mogoče se ne naučim, da pač je, recimo, ker to bom tako rekla, da finančni strokovnjaki zelo razlagajo, ne, da pač jim toliko denarja pač treba imeti na računu, a ne. Zdaj jaz tukaj, a ne, moramo vedeti, da pač vrtec ni dobičkonosno podjetje in pač zdaj lepo ustvarjamo pozitivno nulo, a ne, ampak tukaj ni viška, ne, in v bistvu jaz zdaj s svojimi financami pa tako nisem jih, da bi rekla tako vešča, da tok vrčujem, ker pač mi je vse, pač ves denar, ker pač imam, mi gre pač v potovanja, ne, pač to je moja strast in jaz živim tukaj in zdaj, jaz ne bom živela potem v bistvu, ne vem, čez 10-20 let, ampak pač gre kar velik del v bistvu pač v ta del, ne, in zato v bistvu sem se, tako da zdaj pa imam, no, tudi varčevanje narejeno pač na večjih postavkah, da če se še enkrat zgodi ta zgodba, da ne bom bila pač jaz v temu krču, a ne. Ja. Tako da... Ja, podjetniška šola, ne. Ja, čista. Ampak recimo, jaz pač tukaj nisem, ampak to je bila moja šola. Nihče ni kriv, vse je bilo, vse so plače so bile potem nakazane, vse je šlo skozi, pač jaz sem potem poskrbela, si pač nekaj sposodila, nekaj pač sem imela, ampak moraš povedati, ne, v bistvu, ko imaš težave, da so težave, ker to ni nič slabega, ne. Jaz občudujem take ljudi, tako da svaka čast, da si to naredila, na to si lahko zelo spet beseda ponos, ampak to je nekaj tazga, kar mislim, da šele ko si v taki situaciji, se tvoj pravi obraz pokaže. Ti lahko govoriš vsem, da bi isto naredil. Ko si v taki situaciji, pa sem bil v taki situaciji, pizda takrat, a ne, ampak ti je jasno, kaj moraš narediti. Ta moralni kompas, a ne, kam mu rečemo. Če ga imaš vse, pa če je toliko močen, pri meni je pač že od vedno, zdaj, ko se nazaj gledam, vedno je bil, a ne, ampak ga je ego premagal na nek način v določenih situacijah. Ampak v taki situaciji, da lahko pač ti dejansko rečeš, ok, v redu, jaz res zaupam, da je to prav, sposodil si bom denar, kakorkoli, imam ljudi okoli sebe, ni mi bed, ampak to je prav, treba je tako narediti in si to naredila. Ne? Ja. Ni bilo druge, a ne, ker v bistvu nekako, sploh ne vem, kaj bi bilo v bistvu, da ti trenutek tega iščeš pač pomoč tam, kjer je, a ne, v bistvu, a ne, in tukaj je tudi mene izučilo, a ne, lahko bi imela sama pač tok na računu, a ne, da to ne bi bilo problema, a ne, ampak moraš dejansko si pač povedati, ne, da pač si ta trenutek boli, a ne, da v bistvu treba dejansko rešiti, ne, v bistvu, ja, tako da... Kaj neki, če bi zdaj teh 14 let dela v vrtcu pogledala, neki, kar, ko zdaj kot opazovalec pogledaš, rečeš, to sem pa delala izredno dobro. Delam, kakorkoli. Predvsem v bistvu je, da dejansko slišim svoje zaposlene. To se mi zdi, da imam že od vedno v bistvu, da pač dejansko sem jih slišala, videla, tudi opažim recimo njihovo stisko, tako da se mi zdi, da to mi je ta empatija pač do njih, a ne, v bistvu, tako da tudi nekako, recimo sploh zdaj s ta zadnjo ekipo, imamo res tako čudovit in lep odnos, da mi ta odnos vse pomeni, ker konec koncev, če oni prije z veseljem v službo, pač to veselje delijo naprej med otroke, se mi zdi, da je to toliko velik doprinos, a ne, in vsaka je tam s svojim namenom. Točno ve, kaj je njena pač odgovornost in to se mi zdi, da mi je pač v teh 13 letih uspelo, seveda tudi z mojo pomočjo v bistvu izpostaviti, ampak je pa res, ne, da pač vsaka je tako različna in z vsako je treba pač na različen način v bistvu komunicirati, se pogovarjati in tukaj se mi zdi, da pač, da imam ta predpozicijo, no, če tako rečem, ne.
Je pa res, da na začetku, pa tudi jaz nisem imela sebe postavljene in ni šlo, dokler jaz sebe nisem začutila, dokler jaz nisem vedela, kaj je res ta moja v bistvu moč, tudi jaz nekako nisem vedela. Bila sem pa vedno zvesta, pač, kar se tiče, da sem odgovornosti pač podjetju. To pa absolutno od prvega dne do danes. No? Tako da tukaj se mi zdi, da pač to, kar sem ustvarila, pač moram dejansko graditi in čuvati. Tako da tukaj se mi zdi, da je pač to ena zelo lepa zgodba, ki smo jo zgradili v bistvu in se pač na en način gre zdaj nekako glas od nas, kar se mi zdi zelo pozitivno, saj to, kar dobivam povratne informacije. Smo pa absolutno tukaj samo zaradi in za otroke. Ja, evo, super, da si to omenila. Na kakšen način deluje ta vrtec? Kako je drugačen recimo od nekega javnega vrtca? Da mi malo to opiš. Zdaj, mi delujemo po metodologiji korak za korakom, to je načelo postopnosti. In tukaj je, da je pri nas v bistvu tudi že, ko stopiš kot starš v igralnico, vidiš, da je igralnica razdeljena na kotičke in tukaj v bistvu ima vsak otrok potem možnost, da se vidi, kaj je njegovo močno področje in se v tistem kotičku igra. Tako da v bistvu mi otroka, recimo tudi na jutranjem krogu, ko se pogovarjajo, otroci dajo idejo, kaj se želijo igrati. Tako da ni ideja od vzgojiteljic, v bistvu, kaj bi one počele, ampak otroci dajo idejo. Ker če pride motivacija iz otroka, je to so dosti bolj motivirani. Seveda, poj pa na strani strokovnih delov, kde pač pripravijo to učno okolje. Recimo, in je tudi mene zelo fasciniralo, ker so teli starejši od 3 do 6 let, so imeli 1 leto raziskovanje telesa. To je v bistvu 3. razred osnovne šole, ampak ta tema, mislim, da so jo 2 meseca pelali v bistvu. Toliko jih je to zanimalo, in ko otroci pač do tega pristopijo, se mi zdi, da je bolj res tako notranji motivirano, tako da v bistvu je res... Ja, telefon. A se rabiš javiti? Ne. Ja, ni panika. No, pustimo uverturo od zadnje. Ja, itak, ker se že tudi, če tako gledaš, se po naravi to začne takrat v otroku dogajati, Ja. 3 do 6 let, a veš. Ja. Opaziš razliko fantek, punčka itd., Ja, tako da ta tema v bistvu je res zelo, zelo, tako res mislim, ker ko se tema izpelje, potem jo zaključijo s to temo, v bistvu, in potem je tudi to, po kotičkih se potem igrajo samo to, kar je njihova tema, v bistvu, zdaj, recimo, če kotiček recimo na mizni, potem imajo sestavljanke, sestavljajo v bistvu na to temo, potem je likovni kotiček ustvarjajo v bistvu, kako oni vidijo telo, v bistvu narišejo v bistvu. Tako da tukaj se potem v bistvu ta tema v bistvu pač po kotičkih razdeli. A tudi kaj analizirate vi to kot strokovni delavci, pa pol staršem poveste? To so v bistvu, ko so potem pogovorne urice, v bistvu obe strokovni delavki potem to razložijo, v bistvu pač kaj se vidi napredek otroka. Zdaj mi imamo recimo, ko imamo izobraževanje, potem to izobraževanje mogoče en del v bistvu potem samo nadgradimo, kaj se bi lahko še iz tega razvilo, v bistvu kaj bi lahko tukaj, pogledali z drugega zornega kota. Tako da v bistvu pa se tukaj sam ideje, ko jih imamo na izobraževanju, dejansko širijo, Drugač v bistvu smo pa športni vrtec, tako da športna pedagogina imamo posebej zaposlena in v bistvu je to res naša prednost našega vrtca, tako da... Kaj to pomeni športni vrtec? Na kakšen način je drugačen? Ker tam je bila tudi športna, pa si šel ven se malo zdivjati. Zdaj pri nas v bistvu je 2-krat na teden v dopoldanskem času po 45 minut je gibanje, ki je samo v športni igralnici. To v bistvu recimo sta 2 skupini 1 do 3 in se pravi, da se skupini razdelita 1 do 2 leti pa 2 do 3, glede na njihove sposobnosti. Ja. In potem v športni igralnici predstavi poligon oziroma rekvizite, vse kar pač je v skladu pač s tistim dnevom, s programom, ker ga ona tako izvaja, in potem v bistvu se vse dogaja na to temo, v bistvu, kaj jo imajo pa otroci v igralnici. Recimo, če utrjujejo barve, potem je recimo tudi barve se prinesejo v športno igralnico. Okay. In v bistvu ta del v bistvu je pač zelo nadgradna vsega tega. Tako da...
A to si ti program sproti, nočem reči zmišljuješ, ampak ti sestavljaš program sproti vsako leto ali s pomočjo njih? Ne, v bistvu program, ko sem jaz odprla vrtec, v bistvu sem želela pač, da je ta vrtec v bistvu pač, da je gibanje pač naša prioriteta v bistvu, ne. In potem v bistvu smo, v bistvu sta, bom rekla, pedagoško vodjo, v bistvu so potem nekako sestavljale, v katero smer, ne, v bistvu bi to šlo. In ta koncept imamo čisto od začetka, ne. Mi imamo potem samo oziroma letni delovni načrt, kaj vsako leto, v bistvu, ko potem vidimo, ne, ali kaj novega dodamo, kaj odvzamemo. In v bistvu je vsako leto nekako neka nadgradnja, ne. Ampak program je pa isti od začetka, ne. To je potem dejansko samo naša nadgradnja v bistvu, ne. Ampak želimo tukaj, ne, da pač otroka v bistvu nekako, da se razvija na svoj lasten način, ne. To nam je pomembno, ne. In da tudi recimo, ne, tukaj recimo ko riše, ne, v bistvu, da vsak otrok nariše tako, ko on vidi, ne. Ne recimo, ne vem, da je zdaj 12 istih sončnic, ampak je vsaka sončnica tako, ko jo otrok vidi, ne. In da mu pač damo ta material, da on lahko dejansko to ustvarja, ne, v bistvu. Tako da nekako hočem reči, no, da nismo vrtec, ki gremo po nekem črednem nagonu, ampak vsak otrok je svoja individualnost, ne, in da pač je tukaj otrok slišan in viden, no, v bistvu ta smer, v bistvu smo pač, je bila pač tudi moja vizija čisto na začetku, predvsem to, da je otrok viden in slišan, ne, to je bila res tisto, kar sem si dejansko želela, ko sem šla v to, ne, v bistvu, ampak. Kako pa spodbujate lastno vrednost pri otroku? Na kakšen način obstajajo kakšne tehnike ali pa stvari, ki jih delate, da se otroka začne učiti, da sam sebe vidi dovolj dobrega? Zdaj recimo, ne, tukaj je mogoče recimo primer, ne, da vidimo, ne, ko otrok naredi nekaj lepega, ne, rečemo, nariše sliko, recimo risbico, in recimo, ne, da to risbico potem v bistvu, ne vem, vzgojiteljica reče, no, poglej v bistvu, kako je, ne vem, rečemo, Irina, ne, lepo narisala risbico, v bistvu, in v bistvu, da vsi otroci potem pogledajo to risbico, ne, in to je že na en način v bistvu, ko otroka lahko zelo dobro spodbudimo. A ne, zdaj pa recimo, če pa naredi nekaj, kar pa ni prijetnega, je pa zelo fajn, da pač otroka pokličemo iz skupine, pa mu povemo, da to ni bilo prijetno, da nikoli ne grajamo ga v skupini drugih, ampak v bistvu tako pohvalimo, ne, in isto recimo, ko imajo pripovedovanje za ciciuhca, ne, oni pripovedujejo po celo skupino, ne, in ko pač zaključi pravljico, prebere, v bistvu je potem v bistvu pač seveda od strokovnih delavcev, ne, v bistvu ali pohvali, v bistvu pove, in se mi zdi, to je zelo pomembno, ne, da pač vidimo njihov napredek. Ali pa recimo, jaz recimo jih prijem zjutraj pozdraviti, pa mogoče še kdaj vmes, ne, pa prinese kdo, pa mi pokaže, kaj je narisal, ne. In to je zelo pomembno, ne, da se pač posvetim, stopim in v bistvu, da me razloži, kaj je naredil, ne, tako, ne, ker že sam to, ne, da mi otroka vidimo in slišimo, ne, je ogromen doprinos v bistvu, ne, ker s tem se pač tudi gradi samopodoba. Ja, jaz sem slišal za tele risbice, da kad ti otrok prinese risbico, ne, pa je ta tvoja prva reakcija unotkoval, le kako je Irina lepo narisala, ne, da v bistvu ti prvo tega, ki je risbico narisal, vprašaš, kako pa ti vidiš, kako se pa tebi zdi tvoja risbica? Tudi lahko, ne, ampak če je otrok star 2 leti, pa še ne govori, ne, je to pa tudi malo težje, ne. Tukaj se lahko začne odvisno od starosti, ne, lahko pa prineseš pa recimo, povej mi, ne, kaj si, ali pa kaj si narisal, ne, da v bistvu, da gremo iz tega, ne, v bistvu, tako da v bistvu različni pristopi so, ne, ampak samopodoba je pa predvsem že sam to, da je otroku dovoljeno, da se lahko izraža na svoj lasten način, pove, ne, in tu pa na jutranjem krogu ima res te možnosti, ne, da pač spregovorijo, ne, v bistvu, in da se da vsakmu besedo, ne, ker moramo vedeti, niso vsi otroci, ki so zelo komunikativni, niso zelo glasni, in da damo besedo tudi tismu otroku, v bistvu, kar je manj mislim, bolj introverten, ampak da ga spodbudimo, ne. In da tistem, ki so mogoče malo nepotrpežljivi, damo, ne, da je treba pač tudi počakati, ne. To v bistvu, ne, se mi zdi, da je pač lahko zelo lep preplet, ne, v bistvu. Lepo. Tako da ja. Zelo lepo. Tule imaš ti eno super moč, znanje,
astrologijo. Prej si rekla, da je del tebe, a ne? Ne, da je to nekaj zunanjega, ampak praviš, da je del tebe. Ja. In v bistvu prek astrologije sva se tudi midva spoznala na konc dneva, ne? Tista knjigica, ki si mi jo poslala, je bila knjigica Lunine modrosti. In to je en projekt, ki si ga začela, potem, ko si vrtec že nekako pelala, ne? Daj mi zdaj intro nared v ta del. Ja, takrat v bistvu, ko sem šla pri vrtcu, čez taka transformacija, zdaj moramo vedeti, mislim, to je zelo zanimivo. Jaz sem zbrala, Metul se imenuje pač naš vrtec, in to je pomen preobrazba, Ja. In jaz absolutno nisem mislila, da bom v bistvu, ko bom otroke spremljala čez to najbolj občutljivo obdobje, da bom jaz šla čez ta transformacija, In takrat v bistvu mi je bilo, pa halo, v bistvu. Tako da tukaj je potem. Jaz sem se upisala pač na študij astrologije, ampak v bistvu samo zase, Jaz nisem imela nobenega interesa, nobene želje, da bom jaz pač to znanje delila v svet, pa nekaj, jaz imam vrtec, v bistvu to je pa zraven pač za mene, Ampak potem je pa prišel eno izobraževanje, en seminar in v tisti skupini je sedela ena bodoča mamica in ta predavatelj tali mamici reče, da ne bo pozorna, v katerem znamenju bo imel njen otrok Luno, ka pač Luna nagovarja njegove čustvene potrebe, In takrat jaz dobim aha moment. Zakaj pa jaz ne bi potem to znanje, ki ga imam, pa prenesla na otroke, No, in z tega sem potem v bistvu nastala spletna stran Lunine modrosti, predvsem iz zavedanja, kako so otrokove čustvene potrebe zelo pomembne potem za naprej, za razvoj vseh čustvenih potreb, ki jih imamo pa tudi naprej v odnosu z drugimi, Tako da v bistvu in to je bilo tako spet res tisti aha moment in potem se je spletna stran postavila. Seveda, bom tako rekla, tu sem jaz imela tako kot za hobi, no, in pa je pa nastala ta slikanica Zasi kot zvezda, ko sem pa res želela dejansko predvsem v bistvu, tako bom rekla, navdih so mi dali tak naši otroci iz vrtca, sploh, ko sem jih opazovala, ker vsak dejansko vstopa z drugo energijo, in sem nekako, kako bi jaz to zapakirala, da bi starši videla, da pač je vsak otrok zelo individuum in da prenaša neke osebne lastnosti že na svet, In kako jih lahko tukaj podprem, in potem nosim za vseh 12 znamen, se pravi, sončevo znamenje je to, v katerem znamenju smo rojeni, ker če nekoga vprašam, kaj je po horoskopu, vsak ve, če pa vprašam, kaj je tvoje sončevo znamenje, pa ne, Tako da je to v tistem mesecu pač, kjer smo rojeni, v bistvu to je pač naše horoskopsko znamenje oziroma naše sončeve znamenje. In tako sem potem razdelila vseh teh 12 astroloških znamen in pač opisovala v bistvu lastnosti za vsakega otroka oziroma za vsako znamenje posebej. Ja. In ja, tako moram reči, da jaz nisem in mogoče še danes ne dojamem, da je ta pot potem z Lunine modrosti šla tako navzgor, ker potem se je začela pač Instagram, v bistvu so sledile objave. Tukaj moram priznati, da pač nisem več zmogla sama, tako da tukaj mi v ozadju sodeluje pač moja sestra Tjaša, tako da so potem združile moči, ker jaz pač sem prišla jaz ne morem, In tako da Nekaj te je podprl, tako, šlo je v eno smer, ker ni bila pričakovana, v bistvu. Je pa pač res, da pač to sem naredila res s takim veseljem in s takim entuziazmom in moram zdaj povedati, kaj želih to govoriva, da pač itak potem sledilci dajo predloge, tako da zdaj ta slikanica Zasi kot zvezda bo šla na 12 malih knjižic in bo še dopolnjena verzija. Kako podpreti otroka glede na znamenje starša, Tako da v bistvu najprej sem nekaj pa, ali hočem, ali nočem, ampak pa vidimo, da me sprašuje, lahko dobijo samo za to znamenje, se mi pa zdi, da lahko zelo podprem, tako da tudi moram reči, da zdaj je šla tudi slikanica v knjigarne in se zelo lepo prodaja, tako da
ne vem, koliko čas, že mislim, da sem še 60 knjig na voljo, tako da po mojem gre potel po natist, tako da sem, bom rekla, je tukaj res šlo v neko razsežnost, ker nisem pričakovala. Predvsem v bistvu potem z natalnimi kartami, ker to je bilo pa... Jaz sem to knjigico, ki sem jo dobil, kar mi je bilo všeč, mi je bilo, da je bila razložena v zelo preprostem jeziku, ki ga lahko razumemo, in mislim, da tukaj danes je ključne. Ne, da ti uporabljaš ne vem kakšno terminologijo, pa tudi astrološko, se tudi najdejo izrazi, pa Kiron, pa ne vem kaj vse, a veš, zgubiš se, Klej pa dejansko napisano, že naslov ti pove, moja intenzivni škorpion, in sem tako pismo, ampak nisem pa razumel, na kakšen način intenziven, to samo pomeni, da bojo čustva pokazana z večjo intenziteto, tako pač prijetna kot neprijetna, oziroma tista, ki nas je malo strah, ne pa jeza, pa strah, pa jok, pa žalost. Si hotela nekaj dodati, ne? Tukaj je mogoče pri škorpionu, kar si pač omenil, samo tukaj treba sam dialog s čustvi voditi. Tukaj je edina stvar, v bistvu, kar vama res polagam na srce, da se najprej vpraša, kako se počutiš. Ker če bo ona znala, v bistvu, da bo vprašana, bo pa tudi znala s tem v bistvu operirati. Če pa ti ne vprašaš, kako se počutiš, bo pa lahko vsa ta čustva samo potlačila. Tako da v bistvu tukaj treba sam voditi dialog o čustvih. Zato, ker je zelo močna, mislim, ko sam škorpion je zelo močen, zelo intenziven, in potem v bistvu lahko gre pa tudi v drugo skrajnost, se pravi, v bistvu ta jeza, besa, v bistvu, in maščevanje. Potem tudi ta del, ampak pa zelo pazite v bistvu, da pač ne zgubi zaupanja. Vse to, kar se je obljubi, da se pač tudi naredi, ker je tukaj je voda, v ozadju, in v bistvu voda ima zelo ta intenziteto, da se vse zapomni. Jaz sem rak in to povem čisto iz lastnih izkušenj, da se bom zapomnila vsak stavek, ki mi je lahko neprijeten v bistvu, in ga znam tudi servirati. Ker je neprijetno, ampak je zelo, ne znam razložiti, ampak res dejansko doživljamo vse zelo intenzivno, in ta čustva ni samo tako, da pridejo pa gredo, ampak v bistvu, če niso na pravi način sprocesirana, lahko v bistvu naredijo zelo veliko škode v nas. Kaj pa je pravi način? Nasplošno, ne govorim samo pri otrocih, tudi za odrasle ljudi, ker mislim, da se zdaj ta tematika širi, odpira. Sem vesel, da lahko tudi sam na tej platformi veliko temu govorim, ker tudi mene zanima in vem, da je bila to pač en velik mejnik v mojem življenju, da sem začel malo manj obsojati, recimo, astrologijo, pa poslušati. Ja, res. Jaz sem bil naučen, da pač to je kar nekaj, da horoskop, da to itak napišejo tako, da vsakega zadane, to je bil moj program. Jaz razumem, da ti je mogoče to zdaj čuden, ker si v tej vodi, ampak jaz sem se tudi moji mami na začetku, ko je jogo začela delati, posmehval z fotrom vred, da en dan bo ona poletela čez okna, da bo šla. Mamica pa spet po turško sedi bo odletela. In se je to, pač dejansko, sem si toliko zapomnil, da pol šele kasneje, ko sem jaz dojel pomen joge, pomen vsega tega, se jaz odprl, videl, da v bistvu pismo nekaj pa je tukaj, In zdaj sem tudi redno v stiku z svojo astrologinjo, sprašujemo za kakšne datume, take zadeve, in zaupam pa verjamem, ampak še zmeri pa pač poslušam sebe, tako, čisto iz nekega tega vidika, da probam biti kritičen do lastnih pogledov na stvari, zavedam se pa, da pri občutkih je bila pa zame, je bil recept to, da sem pač jih samo sprejel in bil z njimi, da je vse ok, da nisem probil se odmikati od jeze ali pa odmikati od žalosti, odmikati od, ne vem, sramu, ampak sem samo pač sedel s tem in pustil, da se nekako topi, zgodbice so pa bile itak skozi različne, ker so ta občutek butenle manj. Tako da me zanima v bistvu, kako bi ti odgovorila na vprašanje, kaj že bilo, se pravi, kako pravilno pristopati do čustev. Do čustev? Ja, tukaj je zelo pomembno predvsem ta del, da v bistvu, da se ti res postaviš v vlogo nekoga na drugi strani. Da pač se tukaj odpreš in da ga prvo kot prvo slišiš. Ker to je zelo pomembno. Mi se v današnjem času ne slišimo več. In če jaz tebe ne slišim, pa že kar menjam, kaj bom jaz odgovorila, to ne pomeni. In zelo fajn v bistvu, vprašati v bistvu, kako se počutiš,
kakšne občutke ti to sproža, ne, v bistvu, in ali pa mogoče zakaj si zdaj tako odreagiral. Ker moramo vedeti, a ne, čustva, a ne, so v nas, a ne. In to je še zmeri, a ne, mi bomo še zmeri instinktivno odreagirali. Ti lahko zdaj, ne vem, stopiš na eno mojo točko, ker se jaz ne bom lahko mirno odreagirala. Ker ta rana je v meni, ta čustva je nekdo ali jih poteptal, ali jih ni videl, ko sem bila majhna, mogoče ne slišal, ampak to je moja rana. Se pravi, ti nisi meni zdaj prizadel rane, si pa sprožil mojo rano. A ne? In tukaj je zelo pomembno, a ne, kako se mi na to odzivamo. Ampak naš mehanizem pa je tak, da se odzivamo v momentu, ker to je nezavedno. A ne? Če grem čisto iz astrološkega vidika, Luna je nezaveden planet. Sonce pač je zaveden. Tam lahko kontroliramo. Čustvo pa ne moramo, a ne. In je mogoče tisto, a ne, da včasih je res pametno, da v bistvu včasih vdihnemo pa izdihnemo. Jaz sem recimo v tem mesecu imela 2 konflikta, taka mala, in jaz sem odreagirala iz moje lastne bolečine. Enkrat sem bila napadena, enkrat v bistvu se mi je pa zdelo, da nisem slišana, a ne. Jaz sem ponudila pomoč, meni pa pomoč ni bila vrnjena. Ampak prespiš, se z osebo pogovoriš in je bilo vse super. Jaz sem sam povedala, kje je bila moja bolečina in nisem obsoja, sem pa se opravičila in povedala pač, tako sem odreagirala, ker je pač v bistvu je ta del, v bistvu sem imela občutek, da pač nisem slišana, da pač moja pomoč pa ni bila vidna, no, ko si pa ti potrebovala, je pa bila, ne, in tukaj, a ne, je zelo, zelo pomembno, da potem znaš pristopiti, a ne, ampak jaz mogoče ne znam še v istem dnevu, to moram premleti. Ampak drug dan pa znam to narediti, a ne, da vidim, a ne, in da vidiš, a ne, da ti nisi me, bom rekla, za nalašč prizadel, ampak v bistvu ta rana je pa bila v meni, a ne, in tukaj imamo vsi imamo te mehanizme v sebi, a ne, in je zelo fajn samo vprašati, ok, na katera točka sem jaz zdaj prizadela te v bistvu, oziroma sprožila to rano. Eno zavedanje je tukaj zelo pomembno. Jaz sem to enkrat prebral v obliki nekega pregovora, starega pregovora, da ko pride do neke, recimo, mislim, da je bila jeza kot primer uporabljena, da v bistvu edini način, da jo lahko menedžiraš, oziroma da se pravilno, praktično spopadeš z njo, je, da jo razdeliš na faze, ker ti ene kot celote jo ne moreš kontrolirati, lih zaradi te faze, ki sva govorila, ki je nezavedna, ki je reakcija. In v trenutku, ko pa ti razdeliš to na 2 fazi oziroma 3, je prva reakcija, ki je nezavedna, ta se bo vedno zgodila, ne glede na to, kaj bo, kako bo, ne bo še mogel kontrolirati. Ne? In potem druga faza, ki pride, je pa ta zavedanje. Se pravi, če ti narediš to ločnico, zdaj med prvo pa drugo fazo, je to v bistvu trenutek zbojenja. A ne? Torej, jaz sem se zdaj zavedel, da sem reagiral čustveno, ampak zdaj pa v moji kontroli, kako bom to naprej peljal. Ne? Torej, zadiham, se umirim in se zavedam, da zdaj imam jaz že kontrolo. Ne? Ampak se mora zgoditi ta faza nezavedanja, da se ti sploh lahko zbudiš. Ne? In v tem primeru, če na ta način gledaš to, daš sam sebi možnost, da lahko pol se spopadeš s katerimkoli čustvom, zbojenje. Ampak to je proces. Seveda. To ne gre čez noč, ne, da v bistvu, da bi to lahko, ne, ker tu se recimo v natalni karti zelo vidi, ne. V bistvu sploh recimo, če je recimo tukaj Luna kvadrat recimo Marsa, ne, tukaj je potem ta jeza, kaj lahko čist nekontrolirana, ne, in povzdigovanje glasu, v bistvu kričanje, ne, in tukaj, ne, da že to, samo ta delo zavest ima, ne, da jaz tako burno odreagiram, ne, je potem v bistvu, da si rečeš, ok, kaj lahko zdaj naredim. In tukaj gre za ta, to je pa tlemen, ka astrologija res lahko ozaveščaš če stvari v bistvu, kar jih imaš, ker si že prišel s temi dispozicijami, v življenje, in te mi zdi, da tukaj je zelo pomembno, ampak ne gre, ampak ko pa to osvojiš, pa ko vidiš, kako si odreagiral, si pa lahko vsakič znova ponosen na se, v bistvu. Seveda, ampak začne se že z enim preprostim sporočilom, ki ti ga nekdo preda, recimo to, kar je šlo zdaj v eter, ne bo mogoče nekomu rekel, ok, v redu, se pravi, bom naslednjič probil, ne vem. Nezavedno, spet se bo, v trenutku se kar zbudiš in si tako, ok, v redu. Ker ta tretja faza, ki pride pola, ne, je pa integracija, je pa v bistvu, kako boš zdaj ti to svojo lekcijo integriral, da boš poskrbel, da bo nekaj dobrega to zate, ali pa za človeka, s katerim se je to zgodilo. Tukaj je pa Luna, se opravičujem, ker sem tako odreagiral, ampak želim ti povedati samo, zakaj se je to zgodilo
in probaš pol nekako iz tega narediti. Točno Tukaj se pa to. pol travme rešujejo, rane rešujejo, Mhm. ne celijo. Pa viš, da sam sebe integriraš, a ne, v bistvu se rečeš, ok, kje je bila zdaj ta rana sprožena, a ne, Tako. v bistvu, ali je to bil dogodek, ali je bil to, ta oseba, a ne, ker to je zelo odvisno, bravo, a ne, ja. v bistvu, na kaj v bistvu dejansko naletiš, a ne, in to je zavestno, a ne, in tukaj se pravi, v bistvu smo se zdaj začeli bolj prebujati, a ne, bolj se o tem govori, a ne, ampak to je proces, a ne, to ne Ja. gre, a ne, in sploh recimo, jaz sem zdaj, ko sem se zavedla, da nihče mi noče nič slabega, a ne, ampak da vse v bistvu vsi se nekako mi ogledalo, a ne, in da mi dejansko kažejo v bistvu, kje sem jaz lahko boljša, a ne, v bistvu, a ne, tako da v bistvu tukaj je pač naša, kako mi dejansko odreagiramo, a ne, Mhm. ker jaz tudi vem, recimo, da sem v vrtu, recimo, ko sem videla dogodek, pa mi ni bilo všeč, jaz sem pač zaprla računalnik in sem šla in v avtu una jeza, a ne, v bistvu, a ne, recimo, se mi to več ne dogaja, a ne, v bistvu je pač treba na licu mesta pristopiti, povedati, a ne, in v bistvu o tem potem se pogovoriti, a ne, v bistvu, to je zelo, zelo pomembno, a ne, Ja, v in bistvu. se tudi zavedati, da nasprot tebe je človek, ki drugače dojema, drugače čuti, a ne. Ja. Jaz recimo, kar sem velik delu, pa bova šla zdaj počasno na natalno karto, ker ta del, zdaj sem ga stopnjeval, da zdaj to me res zanima. Je ta del, ki sem ga jaz delal, je, da sem preveč hotel, recimo, da je prišlo do konflikta, sem vedno jaz želel biti tisti, ki čim hitreje zadevo pogledi, a ne, in tudi za ceno tega, da sem jaz pač tukaj šel, ne, joj, pa oprosti, pa zaradi mene se je vse zgodilo, krivdo sem nase prevzel, ne. Čeprav je v bistvu na drugi strani bil človek, ki je šel lihtko čez ta proces, kajac, sam da pač njega to ne gane tok. In je tako, da je pusti me na mer, pol ure, pa bom se pa jaz lahko naprej s tabo normalno pogovarjal, ne. Ampak jaz po te ure sem bil tako, a se ne želiš pogovoriti o tem, kar se je zgodilo, ne? Pač ja, in v trenutku, ko sem jaz to opazil pri sebi, pa tudi je bilo, ali čez kakšno meditacijo, da sem to spet začutil, pa te občutke, ne, da sem se lahko soočil z njimi, sem videl, da pismo sem jaz klep problem, da se moram jaz ohladiti, pa zase poskrbeti, pa si ne toliko srcu jemati vsega, kar se okoli mene dogaja, ne? Da moram še zmeraj pač pustiti, da vse lepo to stopi tudi v meni in da se zavedam, da nisem nič narobe naredil, da je vse v redu, da sem tudi jaz človek, da sem tudi jaz popizdil, a ne, in pol to samo zgladiti. In ja, dejansko pomaga, ker situacije jaz nisem nič spremenil. Točno tako se je odvil, da bi se tudi drugače. Sem pa kle noter spremenil, kako sem jaz to doživljal, a ne. In je, ja, ta percepcija pa perspektiva mi je tukaj pomagala, da se ne toliko navežem na samo stvar in jo jemljem osebno, tukaj verjamem, da se boš zelo povezala s tem na podlagi tega, kar si mi rekla, ampak da probam bolj iz vidika opazovalca videti situacijo, pa samo se malo makniti pa pustiti, ja. Ja. Ok, natalna karta. Zdaj ti si jo v bistvu čisto same iniciativnosti rekla, da bi jo naredila zame, a ne? Da bi rada malo raziskala, kaj dejansko, kakšni so v meni zapisi. In bi bil zelo vesel, če se zdaj o tem malo pogovoriva. Ker sva že prej začela pred podcastom, a ne, pa sem rekel, vidiš, zakaj se ne pogovarjam pred podcasti? Tega bi se malo dotaknil. Okay. A te lahko je zdaj eno vprašanje vprašam? Prosim. Na ta način, da me zanima, kako si jo dojel. To mislim, da res vprašam vsako stranko, pač če mi odgovori, in to me zanima zaradi mene same. Dojel sem jo tako, da sem v bistvu videl, kakšno rast sem že naredil. Ker kar je pisalo, kar piše, so stvari, ki sem jih jaz dejansko ozaveščal v zadnjih parih letih in opazil, koliko dejansko me neka čustva vlečejo pri določenih zadevah, koliko se na neki bolj reagiram, kako po naravi neki odreagiram drugače. In da zdaj, bolj kot sem zavesten, bolj kot delam na sebi, imam vse to veliko bolj pod kontrolo, oziroma imam bolj občutek, da sem jaz za volanom. No? S tem, da spuščam pa sledim temu notranjem glasu. Tako bi ti rekel. No? Ja. No, ker jaz moram reči, da zelo mi je zanimivo, ne? Ker pač jaz ne delala šele v soboto, danes je torek. In seveda, pač ko sem jaz tebe pač prvič videla v živo, ker nekaj je drugega, ko te poslušam na podcastih, ali pa ni isto, ali pa ko vidiš človeka, pač ko si z njim prvič v živo.
In ko sem te takrat videla, itak tudi pomislila nisem, v bistvu, kaj si pa zdaj ti po horoskopu in kakšno energijo imaš, Jaz sem sam čutila, da prinašaš v bistvu ta entuziazem v prostor in tudi, ko si stopil na oder, v bistvu je bil tako vsa pozornost na tebi, In, a veš, imate, kaj jaz tudi prem to karto pa naredim. Oh my god, v bistvu, to energijo imaš, ta ogenj v bistvu, kaj je v tebi, v bistvu ga dejansko živiš, Druga stvar, v bistvu, ki me je pa najbolj fascinirala, v bistvu mi je bilo pa tako, koliko je tebi mar za sočloveka, In tukaj mi je bilo pa tako, wow, ta tvoja mehkoba, kaj je mogoče na odru, se je tako ne vidi, Ampak v bistvu, kako se boš v bistvu šel, kako te dejansko res zanima človek, njegovo čustvo, njegovo dojemanje, in v bistvu, in zdaj mi je jasno, zakaj tudi postavljaš take vprašanja, Zakaj v bistvu si mogoče tudi pri ljudeh v bistvu tako zanimivo, v bistvu pač, ker roko na srce se o tebi res veliko govori, Jaz sem v enem tednu vsakaj prišel in nekaj omenil iz enega podcasta in z drugega in sem rekel, ojoj. A veš, ampak to je bilo tako res zelo zanimivo, in to je tisto, ampak ja, in potem v bistvu, ko sem videla, ko si takrat bil na odru, in potem, ko sem zdaj pisala v soboto, sem rekel, wow, in najbolj mi je tako fascinantno, ker pač ne vem, če se zavedaš, da pač živiš svoj potencial, v bistvu, ker tvoje sonce, lahko povem, ki ga imaš? Lahko, seveda, brez problema. Tako da, ker imaš sonce v strelcu, vice, da življenje zajemaš res veliko žlico, v bistvu, in res si radoveden, zelo te v bistvu širiš dejansko obzorje, ne samo svoja, ampak širiš tudi druga, in se mi zdi, in pač to je sonce postavljeno v tretji hiši, kar je v bistvu vse povezano z informacijami, takih ali drugačnih, in to je to tvoje polje, ki ga imaš, v bistvu, da lahko te ideje, ki jih dobiš, v bistvu potem je od tebe odvisno, kako jih boš ti implementiral, kako boš širil naprej, In ta dar dejansko res, dejansko pač živiš, in to ti je bilo dano, In to mi je bilo tako, wow, ful fascinantno, v bistvu, ker ta zgodba se tukaj ne končuje, Jaz mislim, da imaš lahko tukaj še zelo veliko idej, jaz, ko sem pisala karto, sem jih pač tudi ko začutila, kaj lahko še narediš, kako lahko ljudem pomagaš, Ker predvsem, moraš vedeti, da kot strelec, to je najbolj pozitivno znamenje v zodiaku, In kamorkoli priješ v prostor, lahko prinašaš ta pozitivizem, ta vedoželjnost, kaj lahko naredimo, Jaz mogoče je, kar sem mogoče, tukaj te vprašala, kak je v bistvu pač s tvojo potrpežljivostjo, Ker tukaj se mi pa zdi, da včasih, če niso stvari tako na hitro, da znaš malo ven pasti, Ja, lej, to je pa rast. To je pa moja rast, Klej jo recimo zelo opazim pri potrpežljivosti. In ti dam lahko kar konkreten primer. Jaz sem še letos hotel poletno kolekcijo, ki bi bile majice pa kapce, ker sem dal poloverje ven, je folk rekel še. Sem bil tako pismo, to tudi čutim, Se mi zdi, da se tako lahko tudi izražam in mi je všeč, pač lep stil itd. No, in jaz sem si dal nek datum noter v koledar, letni plan, kdaj bo launch kolekcije in bi mogla biti zdaj še preden sem šel na Flows festival, to je bilo 10. junija, da do takrat bo to vse narejeno. In je bil april in jaz tako star, jaz moram na gas stopati, to pač se mora narediti. In samo v enem trenutku se jaz ustavim in rečem, zakaj? Zakaj mora biti zdaj? Zakaj, pač kam se mi mudi človek božji? Zakaj? In sem bil tako, wow, daj gremo biti potrpežljivi, gremo se zavedati, kam dati fokus, kaj mi je pomembno v življenju tudi, ker se si brala tudi, da je bil moj, kar nosim s sabo, je nek ta karierizem, da jim posvečanje časa poslu in to, da bi bilo v tem izjemen, ampak kar mi pa manjka, kar sem pa prišel narediti, je pa postaviti svoj dom, svojo družino in poskrbeti za to, da bo to pač stal. No in a veš, to zavedanje me pa spomne na potrpežljivost in da se mi nikamor ne mudi in da si lahko vzamem več časa. V preteklosti pa ja.
Do zdaj je treba narediti, ne, stari, ne moramo tako, ne, disciplina, matrace. In kle zdaj čist drugače delujem. In zato tudi potrpežljivost omenjam vsem, ki pridejo na coachinge, vsem, ki pridejo na workshope. Gremo se dotakniti potrpežljivosti, ampak ne tako, da ti bom jaz rekel, bod potrpežljiv, ampak tako, da boš ti razumela, kaj pomeni potrpežljivost in kje pri tebi se ne more potrpežljivost manifestirati, zakaj ne, a ne? Kaj enkrat to ljudje ugotovijo iz vidika, da samo zavestjo, česa jim manjka in česa si toliko želijo hiter in da tega v bistvu ne rabijo ali pa že imajo, pol ta potrpežljivost začne malo nazaj prihajati. No, sam niso vsi ljudje nepotrpežljivi. Smo samo Ognji. nekateri. Ne, tudi jaz sem zelo, ampak mene je vrtec res navadil, ker jaz bi tudi že včeraj, a ne. V nekaterih situacijah sem še vedno, grem tako do tiste meje, ko se reče, pa zakaj že ni, a ne? Ja. In ni fajn, a ne. Ker tukaj, a ne, je pri tebi samo to zelo pomembno, a ne, da se zavedaš, ko delaš, a ne, sploh recimo na coachingih pa v skupinah, a ne, da moraš vedeti, da druga stran, a ne, v bistvu recimo sploh ne more tvoje tempu tako slediti, a ne, ker tvoje ideje so tako, veš, a ne, in v bistvu ne veš, kaj bo prišlo iz tebe ven, a ne, v bistvu, a ne, ta energija, a ne. Te tudi moraš zelo vedeti, a ne, v bistvu, kako človeka na drugi strani slišati, a ne, ker lahko ima super ideje, ampak moraš povedati, da on ima lahko zelo veliko zemlje v karti, a ne, in v bistvu, in tukaj gre zelo počasi, mora biti zelo previden, a ne, on se mora počutiti, da bo šel v bistvu svojo idejo ven, a ne, mora biti ziher. A ne, zdaj pa recimo, a ne, če jaz govorim zase ali pa zame, recimo, ker recimo v najni karti prevladuje kardinalna energija, ne, je pa ideja, ta ideja mora biti zdaj, ker če ne bo zdaj, v bistvu je že nekaj narobe, a ne, ampak to je tisto, kar si prej rekel, kam se mi pa mudi? Kaj bo, če bo to en mesec kasneje? Ja. In a veš, tukaj je potem tisto, a ne, se reče, usklajeni smo z božanskim časom, a ne, in tukaj je pa tudi ta del, a ne, da si zelo pozljiv v bistvu predvsem tako pri coachingu, no, ker se mi zdi, da pač nekdo te lahko ne dohaja s tvojo energijo, no, v bistvu, a ne, ker tudi tako je Merkur, a ne, tako v bistvu. A veš, ti ideje ena za drugo v bistvu ti prihajajo v bistvu in se mi zdi, da tudi v bistvu, ko si s človekom, a ne, se mi zdi, kot da lahko on pa že počasi razmišlja, ne, zakaj še to nisi naredil, pa to bi že lahko bilo, a ne, v bistvu, a ne. In to je tisto, ne, kar moraš biti pozoren, da druga stran pa tako lahko ne razmišlja, a ne, in tukaj smo si pa ti ljudje različni, a ne, zato je meni ta astrologija tako v pomoč, a ne, da v bistvu razumemo sebe, a ne, na drugi strani v bistvu pa razumemo tudi drugega, a ne, tudi otroka recimo na ta način, kaj lahko dosti bolj počasen, kot ti, ko si zelo hiter, a ne, ker ti res nisi potrpežljiv, a ne, ampak kot si rekel, a ne, počasi v bistvu se čez ta del v bistvu prebijaš, a ne, v bistvu, ker ta energija je v tebi, a ne, ta energija bo vedno v tebi in vedno je boš mogel zavestno pač sprejeti, a ne, a ne, tako da ni tukaj ta del, a ne, v bistvu, a ne, je pa zanimivo, a ne, ker imaš, kot sem ti rekla, v bistvu imaš pa zelo veliko vode noter, a ne, zato pa tudi no, te bom tako vprašala. Če recimo, ko stopiš v prostor, recimo med ljudmi ali pa v bistvu začutiš človeka v momentu, je to res. In recimo, in tukaj se mi zdi, da pač moraš samo paziti, a ne, da če nekaj ni v skladu s tabo, dejansko zavrneš, ker ti zelo v bistvu uporabljaš tudi ta intuitivni del. In če tebe recimo ali oseba ali projekt ali ne sede, tukaj moraš biti zelo zvest sam sebi, da ne rečeš ja, ker s tem sebi rečeš ne. In ta del, ne, je pri tebi zelo, zelo, bom rekla, malo izzivalen, ne, tako da v bistvu tukaj moraš pogledati, ne da zadovoljiš samo potrebe drugih, ampak pazi, da zadovoljiš najprej svoje potrebe. Najprej si ti, potem so vsi ostali, a ne. In tukaj, a ne, ker če boš ti pozabil nase, če ti ne boš v bistvu energetsko poln sebi dal to, kar tvoje telo potrebuje,
izpraznil se boš. In potem ni važno, kaj bodo ljudje govorili. A ne? In potem gremo v bistvu v izgorelost in potem je tako, zato ker dejansko polnimo sebe na nepravi način, a ne? A ne? Ker ko mi dejansko živimo, a ne, pač svoje sonce, a ne, v bistvu, je to v bistvu, živimo svojo pač ta individualni potencial, ki smo ga prišli na to, na ta, smo ga prinesli na zemljo, a ne? In to je naša življenjska pot, a ne? Ja. In bolj, ko si ti dejansko slediš sebi, slediš svoji viziji, slediš svojim potencialom, a ne, v bistvu bolj si lahko ti, a ne, Ja. in ko nekako sprejemaš ta svojo pravo pot, a ne, bolj si v bistvu tudi pristen, a ne, in to lahko daješ ljudem, a ne. In zato je tukaj zelo pomembno, no, da v bistvu ne pozabiš nase. Ja, lepo, hvala. Mislim, vem, da vem, pa ne vem od kje. A ne? To je občutek, ki dejansko se mi pol zdaj v zadnjih, recimo 5 letih, ko sem se zelo odprl za te zadeve, začel delati na sebi, se povezal s telesom. Recimo, točno za letos sem si jaz dal pač nekako misijo, cilj, da bom bolj poslušal res instinkt in pri izbiri gostov za podcast, nekaj se ful lepo to kaže, ker mi je zanč ena na LinkedInu pisala, ne, točno, zakaj bi ona mogla biti gostja itd. In sem bil tako, ok, cool, bom pogledal, sem pogledal, počekiral profil itd. Nisem začutil, sem mi napisal, ne bi, a ne te povabil na podcast, smem vprašati, zakaj, sem bil tako, lej, preprosto, ker nisem začutil. A ne? Tako da res ni tukaj nič osebenega, da je kdo boljši, kdo slabši, ampak moja izbira gosta je, in tega se zavedam in zato res poslušam intuicijo in pomislim na človeka in pustim, da se malo zmacerira, pa ga povabim. In res ne delam nobene selekcije, ampak le mogoče pa v prihodnosti. In ja, že 2 leti nazaj, recimo 3 leta, je bila pa beseda, ki sem si jo dal, prisotnost. Ne? Želim biti bolj prisoten v trenutku, ker sem videl, da bežim veliko z idejami itd. Ne? In takrat ja, sem zavestno, večkrat se spomnil, a sem prisoten. In sprašvati se v trenutku, kako se počutim. Ja. Kako se počutim zdaj? Kaj si želim s tem projektom? Ker jaz si želim recimo lahkotnosti, jaz si želim igrivosti. In kaj meni odzema igrivost in lahkotnost? Točno to, kar se mi je zgodilo 2 tedna nazaj. Prišla ponudba, da bi bil solastnik podjetja. In s tem obraz tega podjetja. In da je to ful dobra izbira zame in da ja, da lej, to je noro, da smo se na te spomnili, sem bil tako, lej, ne. Ne. Zakaj ne? Ker pač to je moj projekt. Ja. Tle je, kjer se jaz lahko igram, izražam, svoj tempo furam, grem domov k hčerki, kadar čem, ženi, kadar čem, gremo na potovanje. Svobode, igrivosti si res nočem vzeti. In tudi, če je to za ceno 500,000 subscriberjev, prav, imejte jih. Ampak veš, to, kar si zdaj povedal, ne, s tem si dejansko zgled. A ne? Ker v bistvu, če si ti v bistvu pristan, ne, pa dejansko slediš, a ne, se ta tvoja avtentičnost odraža. Tudi viš, zadnjič, ko sem prišla takrat k tebi na koncu, a ne, in za nekaj, kar mi najbolj všeč, je tvoja avtentičnost, a ne, in ta tvoja avtentičnost, v kar te vidi, zato res bi si želela, da je nikoli ne izpustiš, ker to ti dela edinstvenega. Kako je ne bom spustil? Da je ne spustiš, a ne, da bi, tako ko si rekel, a ne, da ne bi sledil temu, kar je tvoja želja, a ne. Okay, razumem. A veš, v bistvu, ker tukaj v bistvu zelo hitro lahko skrenemo s poti, a ne pa se ena ponudba, ja, tudi jaz sem dobila že kar nekaj ponudb, a ne, ampak ne, jaz sem sama, jaz hočem svojo furati, a ne. Tudi marsikaj se mi je že v tem času ponudilo, ampak rečem ne, ker to je moje. In jaz moram v bistvu stati za tem, ne, da pač Lunine modrosti so moje in ne bi jih delila pač z nikomur v bistvu, a ne. In to je tisto, a ne, kar nas dela edinstvene, ker to je tvoje. A ne, in tukaj lahko ti daješ ideje in v bistvu si dejansko doprinos, ker a veš tudi s temi podcasti, a ne, se vidiš v bistvu, da ne vem, če se zavedaš, ampak dejansko spreminjaš zavest, a ne. Ker tudi v bistvu dejansko tvoje sonce, a ne, v bistvu so le sam pri 3. hiši in vlada 11. hiši, a ne, tukaj so skupine isto mislečih ljudi, a ne, in tukaj v bistvu vse svoje ideje lahko deliš na skupine, kar jih podpreš. Pa je pa še ena stvar, recimo, ker vem, da v karti nisem pisala, ker so stvari v bistvu, če nekoga zanima, potem povem, a ne,
A si imel kdaj občutek v tem življenju, ker pač to prihaja iz prejšnjega življenja, da v bistvu si ujet bil v neka konzervativnost, ujet v neka pravila? Ne morem jih. Ne morem jih, že od majhnega. Ampak veš zakaj? Zato, ker je to v prejšnjem življenju je bilo to tako postavljeno, da si moral biti, a ne? Zdaj te pa to življenje, prav v bistvu s tem, v bistvu severnim pa južnim vozlom, v bistvu te kliče, da postaneš bolj drznejši, bolj izvirnejši, svobodoljubnejši. A veš, v bistvu, da greš ven in zdaj ti je ponujena ta, a ne? Zato je tisto, a ne, da si več ne omejuješ. Zdaj so ti ponujene tukaj spremembe, kaj jih lahko narediš. A veš, in vse na bazi v bistvu te energije strelca. A ne, ker širiš obzorja. Pač teb ni, a ne, teb se tudi vidi, da ti ni pomemben ta materialni svet, a ne, ampak v bistvu, kaj dejansko lahko preneseš v bistvu iz tega duhovnega nivoja. A ne, ta, kako naj ti to razložim, ta širši horizont, no, v bistvu, kar je tukaj, a ne, ker ni samo to življenje. A ne, lahko gremo v prejšnje življenje, v bistvu lahko gremo tudi v prihodnje, če hočemo, ampak a ne, da se omejujemo v bistvu te naše principi. Ja, seveda, se to so naše pričakovanja. Ok, razumem. A veš, v bistvu, a ne, v bistvu, kaj bi moglo biti zame najboljše? Ja, ne veš, a ne, ker koncev je tvoja duša, a ne, zato je fajn, a ne. Jaz zdaj recimo vidim, se ne vem, kaj bo mene pahnilo naprej, a ne. V bistvu pač vem, da je tukaj še ena knjiga, kar mora iti, ker bom govorila res samo o čustvih, a ne. V bistvu, kdaj bo napisana, ne vem. Ne dajem se več, a ne, ker tudi jaz sem spustila iz moja, ker jaz imam pa moram, a ne, to je pa moja beseda v mojem življenju in če se je le da, jo v bistvu res spuščam, nič več mi ni treba. Ker to je tako težka beseda. Zakaj moram? A veš? In to je verjetno tisto z otroštva, moraš to, da bo narejeno tudi. A veš, in tukaj, a ne, v bistvu, vsi imamo pač neko hibo, a ne, ampak to je proces. To ne gre dejansko čez noč, a ne. Kaj pa je tvoje poslanstvo v bistvu, oziroma tvoja pot v tem življenju? Ja, v bistvu jaz, zdaj horiš po astrološki karti, misliš, da me vprašaš tako? Ja, na ta način mislim, kako ti vidiš zdaj sebe in kako to znanje uporabljaš. Jaz recimo moram reči, da pač res dejansko prav živim svojo karto, a ne, ker dejansko vrtec v bistvu spada pod 11. hišo, to je skupina istomislečih ljudi in moram biti dejansko družbeno koristna, a ne. In recimo, ker imam cel steli v raku, sama sem rak, pa imam pa še cel steli v raki, se pravi, da v bistvu moja naloga je tukaj, a ne, da sem skrbna, zaščitniška, da ustvarjam prostor, v bistvu, kjer so te potrebe, v bistvu čustvene potrebe zadovoljene. In tukaj je vse na bazi otroka, ne, tako da dejansko tukaj živim. Zdaj pa 11. hiša je povezana tudi z astrologijo, a ne, tako da v bistvu mogoče ta potencial, mogoče pa zdaj izkoriščam pač v teli polni. Tako bom rekla, težko je, ker nisem se to zavestno odločila, a ne, da bom v to šla in da bo to moja pot, ampak zdaj se tako lepo odpira, da se mi zdi, da pač me sam žene še naprej, a ne, v katero smer bom nadaljevala, ne vem, v bistvu tukaj sem pač odprta, a ne, čeprav moram reči, da pač tudi zdaj recimo, ko sem pač to karto delala, a ne, mi je bilo ful zanimivo, a ne, da sem videla, a ne, da bi lahko imela en produkt, a ne, samo o temu, a ne, kako odpreti svoj potencial, ker sonce, v znamenju, v katero je naše sonce, to je naš potencial, to je naša osebna moč. To je naš, v bistvu bom tako rekla, naša življenjska pot. In sonce je povezano z našim delom, a ne. In to je zdaj tako, a ne. Tudi recimo, če mi ne vemo, recimo, nas ne zanima astrologija, ampak recimo mi v kakršnem koli delu, a ne, ki smo, se moramo vprašati, kaj je naš doprinos, kaj doprinašam. Ali doprinašaš pač odpreš svoje podjetje, pa to izraz tebe, ali si pa doprinos v podjetju, v katerem si zaposlen. Ni treba, da gre vsak na svojo poslovno pot, to je samo, če čutiš. Ampak je tukaj tisto, a ne, da se vprašaš, kaj te veseli, kaj je moj doprinos, kaj lahko jaz tukaj dam v bistvu, a ne. In je to tisto, da pač živimo pač svoje sonce, kakor stopimo na to sončevo pot, gremo na izpolnjujemo svoj življenjski cilj in s tem v bistvu pač tudi gradimo sebe, a ne. Če pa nismo na teli poti, a ne, pa pač enostavno ne sijemo.
In v bistvu, če ne sijemo, ne, pač ne živimo del sebe, ne, kar je naš doprinos, ne, v bistvu temu, ne, v bistvu. Tako da tukaj je ta del, no, tako da se mi zdi, da pač sama dejansko se zelo izpopolnjeno počutim, no, na obeh področjih, a ne, in sem zelo hvaležna, da me je nekako vse to izbralo, a ne, v bistvu, ampak se pravim, v bistvu, to je bilo vse intuicija, brez da bi je šla razumsko v to, a ne. Pri meni res ni za nobeno stvar razumske razlage, ampak moram dejansko poslušati sebe in ja, vse je pa tako preprosto, a ne. Ja. Raziskovalka življenja si prej tudi omenila. Pa bi rad malo razširil ta pojem s tabo. Ok, nekaj je to, da se lotevaš lastnih biznisov, da se izražaš skozi lunine modrosti, skozi vrtec, kakorkoli. Kaj pa ti še pomeni raziskovati življenje? Kaj še v ta sklop noter pade, kar delaš? Zdaj mogoče kar, recimo, to, ko sem že prej rekla, a ne, vem, da ne živimo samo tega življenja, a ne, pa zdaj mogoče povedala eno zgodbo, no, tukaj res mogoče ne delim tako, ampak mogoče sem zdaj že tako odprta, ko sem šla na regresijo, ker mi ni bilo jasno, a ne, zakaj sem mogla vrtec odpreti, a ne, jaz sem vedela, da v zadnji nekaj ostaja, ker je nemogoče, da te pride ideja, a ne. In se je na regresiji pokazalo, da se mi v prejšnjem življenju vzelo oba otroka. In ja, v bistvu sem se jaz zelo zaprla in je bila ta naloga zdaj v tem življenju mi bila dana, da pač nekako preko teh otrok odprem nazaj srce in se mi ta rana zaceli. In ko dobiš ti to močno sporočilo, a ne, se mi zdi, da je bilo tako, wow. In zdaj, zakaj so mi jih vzeli, mi ni bilo prikazano, a ne, ampak verjetno tudi z moje strani ni bilo vse okej, a ne. Nisem šla v ta del, a ne, ampak a veš, tukaj je potla, ne, da mogoče se določenih stvari sploh ne moremo razrešiti z energijo, a ne. In tudi recimo septembra, kar recimo sem imela toliko veliko naročil, da sem skoraj pregorela, jaz sem se dejansko zelo ustrašila, kaj se bo zgodilo z vrtcem, a ne, v bistvu, ker sem rekla, ne morem, jaz moram ali eno ali drugo. No, in sem šla potem na postavitvah Ninisterle, v bistvu, kjer smo postavljali v bistvu moj dušni potencial in v bistvu lunine modrosti in vrtec, a ne. In seveda, a ne, tukaj not je bilo klapljeno tudi prejšnjo življenje, a ne, v bistvu, in je ta lastna vrednost ven, a ne. Ampak na koncu je pokazalo, da sta oba mojega potenciala in da moram oboje živeti, a ne. In tukaj je tisto, a ne, ko priješ do točke, ko si rečeš, kaj pa zdaj? Marsikdo bi rekel, ja pa pusti. Ampak jaz se moram odločiti sama, a ne, to je moja lastna odločitev, ker tako kot sem vrtec odprla, se bi tudi odločila, ali ga zaprem, a ne, ampak ne, to ni niti mojemu interesu. A ne, in tu se mi zdi, da je potel, da včasih res ne moreš rešiti vse, kar je tukaj. In da prenašamo energijo tudi iz prejšnjega življenja. Tu z ljudmi, ki se srečujemo, a ne, v bistvu, a ne. Jaz imam tako kar neki močnih zgodb, v bistvu, ki si rečeš, okej, ampak mora priti v tem življenju samo potel do poravnave. A mi lahko še kakšno zaupaš? Če si mi jo na pladnje dala. Mislim, zelo so osebne, no, tako da... Ja, lej, razumem, totalno. Če začutiš. No, mogoče ta je že zelo, bom rekla, mislim, da je že, po mojem, tudi že 20 let od tega. Šla sem na en dogodek, ampak res na tisti dogodek sem šla, nisem še imela svojega avta. In v bistvu, prej sem napotnica za lekarne, in v bistvu sem potlej jaz tega našega direktorja vprašala, če mi lahko avto posodi na ta dogodek. In seveda mi je rekel ja. No, jaz pridem na tisti dogodek in na tistem dogodek je bila pač ena moška figura. In pač ta oseba meni res pade v oči in seveda jaz tudi njemu, a ne. In v bistvu ta energija med nama je bila res zelo, zelo močna in kar v bistvu so se mi to začela dopisovati. In zgodba se pač je nadaljevala v bistvu tako,
bom rekla, v ta smer, da bi pač res v bistvu ta oseba vsak dan z mano, a ne? Tudi po noč. In dejansko jaz potem čez eno leto, ne čez eno leto, mislim, da je bilo potem 2 meseca potem, dejansko zvem, da je pač ta oseba poročena. In meni ni povedal, da je pač poročen in je vse zanikal. In to je v mestu meni sprožilo eno tako rano, da sploh ne znam povedati, kaj se je zgodilo. No in potem grem jaz na regresijo, ker sem hotela izvedeti v bistvu dejansko, kaj se je zgodilo. In je bilo, da je bil že v prejšnjem življenju moj direktor, v bistvu jaz sem bila njegova podrejena in da sem bila mu vse življenje všeč, ampak mi nikoli ni mogel tega izraziti v bistvu. In da bo je, potem ko so pa šle tako, sem bila pa potem na smrtni posli in mi je pa povedal, da sem mu, da v bistvu da ni mogel narediti koraka proti meni, a ne. In je v bistvu potem v tem življenju vse zgodba ista ponovila, a ne, v bistvu, ampak je pač povedal, ampak je bil pa pač že poročen, a ne, v bistvu, tako da v bistvu. Ampak od takrat, a ne, se midva nisva ne videla in energijo so se dejansko, ja. In v bistvu, in potem imaš itak vest, a ne, kam sem jaz stopila, ampak jaz res nisem vedela, a ne. Ja. Še danes vem, 5. avgust je bil, kaj prišel in mi je povedal, a ne, v bistvu, in mislim, to je tak šok, ki ga ti doživiš v bistvu, da ne moreš vedeti, a ne, ampak kako je mene dogodek vodil, a ne, sem se sposodila avto, šla, a ne, naredila ta del, a ne, v bistvu, zato včasih v bistvu si rečeš, oh my god, a ne, v bistvu, tako da ja, in od takrat naprej so energije bile prerezane in tudi nikoli več ga nisem srečala, ampak v bistvu videla pa sem, a ne, da zakaj te tu kolečeh na komu, a ne, zakaj v bistvu so tukaj stvari, mogoče nedorečene, a ne, in se mi zdi, da pač se srečujemo, a ne, s karmičnimi poravnavami, a ne, v bistvu, in mogoče je sam zgodba, kaj moramo nekomu pač predati, a ne, odpustiti, ali ne vem kaj, a ne, v bistvu, tako da, in tukaj sem videla, a ne moreš si sam pomagati, a ne, v bistvu, ker seveda te peče vest, a ne, ni fajn, a ne, če potem zveš, a ne, vse in seveda potem sledila opravičila, ampak in tudi povedal, a ne, da mi res ni mogel povedati, pač, že se je tudi on zaljubil in je bilo res zelo, zelo intenzivno tisti mesec, a ne, v bistvu, zdaj od tega je res že več kot 20 let, a ne, v bistvu, ampak ja, ta zgodba je res bila tako nepričakovana, a ne, in zanimivo. Ja. Regresija, daj mi povej, že prvič, ki si mi razlagal, sem te hotel vprašati, kako to izgleda? Ja, jaz mislim, da moraš predvsem v bistvu na tej ravni zaupati osebi, ki jo imaš, a ne, v bistvu, ki te res peljejo pač eno od prejšnjih življenj, a ne, in pač ona te pač vodi, ti ležiš, a ne, in dejansko čutiš, a ne, ampak te dejansko sklaplja, a ne, in potem dejansko ti prideš v tisto življenje in pač doživljaš, a ne. Ni pa tako grozno, da bi doživljal te stvari, da bi jih čutil na svojem telesu zdaj, a ne. Se mi zdi, da pač je ta proces v bistvu zelo, zelo miren, a ne, ampak ko ti pa vse to doživljaš, a ne, pa vidiš, a ne, v tistem trenutku, a ne, tako kot da bi šel v eno drugo življenje, no. V bistvu zdaj, v bistvu fajn je potem, ko te prizemljuje, a ne, da si tukaj in zdaj in da nisi več s tem zapisom, a ne, v bistvu. Tukaj se mi zdi, da je, mislim, tukaj je potem to, a ne, da jaz zelo rada grem v te stvari, a ne, in ja, marsikaj me je že olajšalo, a ne, v bistvu iz tega vidika. Predvsem, da razumem, zakaj se mi zdaj to dogaja, a ne, ker itak, da smo prišli na zemljo po popravni izpit, a ne, svojo nalogo pač opraviti, a ne, ampak se srečujemo tako zgodbami, a ne, tako da. Kako pa vidiš pol nasploh življenje, kako bi ga recimo opisala? Zakaj smo tukaj? Kaj je smisel življenja? Ja, vsi smo prišli pač, jaz ko pravim, v bistvu izkoristiti svoj potencial, ki ga imamo, ne? To lahko že v sončnem znamenju v bistvu je naš potencial, tu, kar nas dejansko kliče, ena stvar, in pa predvsem v bistvu to, a ne, kar radi počnemo, a ne, da je to izraz nas, a ne. To se mi zdi, da je ta možnost. Mislim pa, da to, ko so se že prej pogovarjali, ne, da je pač ta balast, ta pričakovanja od drugih, to v bistvu zapisi, ki so nam jih drugi položili, v bistvu dejansko, da to odložimo, ker to ni naše, a ne.
Jaz moram reči, da v bistvu tega balasta, recimo, res ne prenesem več opravljanja, ne prenesem več, da se o nekomu govori, v bistvu, recimo, če sem v bližini. Enostavno jaz tega več ne morem, a ne. To, da se vračamo v stare zgodbe, ta zgodba je izživeta. To je bilo, super, ampak mene več ta zgodba ne definira, a ne. Tukaj se mi zdi, da je zelo, zelo bistveno, da gremo pač naprej. Ne, in v bistvu tukaj, a veš, ker tudi sonce, a ne, nam vedno znova ponuja, da imamo pogled pač v prihodnost, a ne. A se ti ne zdi, da je bilo to robno v bistvu, če mi ne bi imeli vizije? Ja. Zanimivo vprašanje. Se mi zdi, da to daje malo, smisla sigurno, pa igrivosti, ne. Kada usklajujemo dva časovna trakova, pasova, kakorkoli. In v bistvu, ko se srečata, ko se kje dotakneta, ne, da načeloma si ti neko svojo vizijo si želel, res globoko, in pol to doživiš, je nek tak občutek izpopolnjenosti. Mogoče je to izpopolnjeno, ko se dotakneta te dva pasova, ne, skupaj. Ampak zanimivo je pa to, da sem lih zadnjič razmišljal spet, kako ambicije, ki sem jih včasih imel, zginjajo bolj, ko se jaz dejansko ratujem to, kar sem, oziroma sem okej s tem, kar delam. In da te ambicije ratujejo zdaj drugačne. Se pravi, jaz v bistvu spreminjam svojo prihodnost iz nekega vidika. Veš, kaj mislim? Ja, ampak iz kje pa so bile te ambicije? Da bi zadovoljil v bistvu starše? Pismo, ne. Da bi zadovoljil okolico? Po moje okolico, ja. Da bi zadovoljil pričakovanja drugih? Po moje neko sprejetje, Ja. neko občudovanje, Ja. da sem potem nekako hrepenel. A veš, dokler mi ne živimo svojega sonca, a ne, potem Ja. želimo zadovoljiti pričakovanja drugih, a ne. Zato je zelo pomembno, a ne, da mi živimo s tvojo to lastno identiteto. In tukaj, a ne, moramo biti brutalni, iskreni do sebe. Ja. To ni druge. Kako človek rata brutalno iskren do sebe? Da sprejmeš sebe v svoji največji različici in v bistvu, da začneš imeti sebe rad. Sej, ne me zdaj sprašaš, kako je to imeti sebe rad, ker to je res tak proces, ampak jaz mislim, da najbolj v bistvu, saj jaz sem se to naučila v partnerskem odnosu, ko vidiš, ko nekdo nima najmanj sebe rad, nima niti tebe in potem vidiš, ne, kako v bistvu je to začaran krog, ne. In potem si dejansko v toksičnem odnosu in sploh ne veš, da si, a ne. In tukaj, ko rečeš sebi ja in drugemu ne, takrat dejansko začneš rasti. In takrat v bistvu je to najbolj pomembno, v bistvu. In jaz si rečem, v bistvu, odnos, kjer te najbolj zaznamuje, pa mogoče, kaj bi najbolj toksični, je bil to najbolj koristen za tvoje življenje, saj pač v mojem odnosu. In jaz sem danes res hvaležna, v bistvu, da dejansko je bil tam takrat, v bistvu, ko sem jaz to potrebovala, da sem jaz dejansko sebe dejansko začela spreminjati in sebi dajati v bistvu lastno vrednost, a ne, ker vse, ko mi iščemo od zunaj potrditve, kaj je to? Ja. Mi nimamo sebe. Ko pa ti sebe rečeš in rečeš sebi da in rečeš drugmu ne, kar ni v skladu s tabo, je pa to samo zdrav odnos do tebe. A ne? In ta del v bistvu se mi zdi, da te potem res zelo veliko nauči, a ne. In tukaj se mi zdi, da imamo samo, vedno imamo ogledala, a ne. In zdaj, če mi živimo pristno sebe, je ta pristnost pač tudi dodajamo, a ne. Ampak važno je, jaz tudi vedno pravim, pa če se na moji poti dobro počutim, ampak ta pot ni univerzalna za vse. In vsak mora stopiti na svojo pot, da je lahko dejansko zadovolji, a ne, v bistvu. Ja. Ampak osvoboditi se pričakovanj, ker to najbolj, vsi imajo neka pričakovanja za nas, pa kakšno imaš pa ti zase? Pa še tisti, ki jih nimajo, si izmislimo zgodbico, da jih imajo, ne. Tišina, pa biti sam s sabo. Ja. Ta je zelo velika. Če se hočeš naučiti imeti sebe rad, ne, ker si rekla, da me niš vprašal, zakaj. Oziroma kako.
Jaz mislim, da je tišina nekaj tazga, kar se je malo zgubilo tudi z vsem tem, a veš, s telefoni, konstantno lahko animiraš, a ne, ampak tako zavestno iti v tišino, zavestno biti malo sam, zavestno pač se malo soočiti z občutki. Ne glede na to, kje si, v katerem koli delu dneva, dobro, razen ne med vožnjo, a ne, da bi zamižil, pa pač dejansko malo bil z vsem. Ampak to pomaga, ker ti da, tam ne moreš lagati. Ne moreš si lagati, a ne, tako kot je, in bolj, ko pač sprejmeš to resnico v sebi, pustiš, da se pač topi in drugim pol začneš držati prostor, da to lahko isto naredijo, ne? Da se lahko pred tabo izrazijo in jih ne obsojaš. Že s tem sebi ogromno pomagaš, ker po eni strani po moje rešuješ neke karmične stvari, po drugi strani pa čas namenjaš dejansko ljubezni oziroma miru, pristnosti. Ja. Ne? Da človek lahko pač je to, kar je. Ne? Pa sebe slišiš, a ne? Pa sebe slišiš, ja. Jaz vem, da sem imela en trenutek, moram tako reči, že po mojem, stara 24-25 let, v bistvu, ko prideš do nekih nerešenih stvari in vem, da sem takrat ful tekla, a ne, in pa prijem enkrat domov, pa sem rekla, pa ne morem non-stop iti laufati, v bistvu, da bom jaz sebe ta problem rešila. Problem je še vedno bil, a ne? Ja. In takrat v bistvu za ne bil prvi, zdaj se pa usedi sama sabo pa pogovori, a ne? Ker biti v tišini za ene je to zelo, zelo, zelo težko. Ali pa biti sami, a ne? V bistvu to jim predstavlja. Ampak šele, ko si sam, si lahko z nekom drugim, a ne, v bistvu, a ne. To se mi zdi, da je malo precenjeno, a ne, v bistvu, in da se o tem tako ne govori, a ne, ker jaz tudi ko pravim, a ne, odnosi, kar gre, da je z ene simbioze v drugo, najprej od staršev, pa tudi takoj v partnerski odnos, v bistvu, ti sploh ne veš, kaj ne loči. A ne, in to je zelo pomembno, a ne, da v bistvu si vzameš ta prostor, integriraš odnos, a ne, v bistvu in greš potem naprej, a ne? Ker če ti nič ne narediš, se ti samo v bistvu igralec, če tako rečem, zamenja. In nič drugega, ne, v bistvu. Tako da, ja, tukaj se mi zdi, da je pač ta del. Zato se mi zdi, da je življenje tako ena velika dogodivščina, pustolovščina, a ne? Je pa, jaz ko rečem, mi smo kreatorji, a ne, življenja in odvisno, a ne, kaj dejansko skreiramo, ker moj moto je, ali te vodi pogum ali pa strah. Samo te dve poti sta, ne. Zdaj pa odvisno, na katero pot stopiš, ne. Jaz pa rečem, da je pogum nagrada za premagan strah. Ja, ampak ga je treba imeti. Ker to ti da neko izkušnjo, a ne, ker če nič ne tvegaš, pač, a ne, nič ne pridobiš, a ne. Ja, sigurno. Ampak sploh kaj tvegaš. Glede na to, da v bistvu je ravno tveganje ponavadi, ne, proti strahu. In nagrada za to tveganje, če si ti dokažeš, koliko si v nečem dejansko dober, kar nisi vedel, je pa samo pogum pol. Pogum imaš ti šele, ko si nekaj naredil, ne preden greš nekaj narediti. Tako jaz mislim, no. Jaz mislim, da moraš že prej imeti. Ja, v bistvu. Jaz pri sebi, če ne bi imela poguma, ne bi nič naredila. Ja. Ne vem. Ja. Ena teorija je tudi lepa, ki sem jo slišal glede poguma, in sicer, da ko se ti delaš, da si pogumen, je to največja oblika poguma, ki obstaja. Ja, mogoče pa to manifestiraš, veš, kaj si rečeš, jaz sem pogumen, po resnici nisi, ampak v bistvu ti recimo spremeniš svoje zapisane. To je mogoče ni slaba ideja. Ja. Kako se tudi vidiš, ne? Ja. Daj mi povej nekaj. Kako se počutiš zdajle? Tako zelo lahkotno, no, tako da lahko še kar nadaljujemo, veš. Se imam še eno težko vprašanje. Če bi jutro umrla, kaj bi bilo danes tvoje sporočilo svetu? Da vsak živi samo tisto, kar je res njegova lastna želja. Ja, da gre vsak za svojimi željami v bistvu. In tisto, kar njega dejansko izpolnjuje. To. S tem, da v tem procesu ne škodi drugim. Absolutno. Ja. Absolutno. Ta se mi zdi, da je tako. Ja, zelo lepo, no. Mislim, kakšni so občutki po prvem podcastu v življenju?
tako ni bilo tako grozno, kot sem mislila, da bo. Ful me presenetilo, no. Tako v bistvu se mi zdi, da sem šla čez go with the flow, ne. V bistvu z vsemi vprašanji, da sem tako govorila iz svoje notranjosti, ne iz uma, ne. In to se mi zdi, da pač sem jaz, ne. Zdaj, kako se bo druge dotaknilo, pač to ni moja stvar. Ja. Ampak se mi zdi, da je pa tako zelo hitro išlo, no. Ja, in tako, ko me vprašajo, kako začeti pogovor, isti recept je, kako končati pogovor. In hvala ti, da si se predstavila meni, da si se predstavila vsem točno tako, kot si začutila. Se mi zdi, da delaš nekaj lepega za svet, to tudi sama že veš. Mislim, da naj vklej povezuje točno ta aspekt. In sem vesel, no, da si rekla ja, da si šla iz cone obdobja. Mislim, da ti bo tudi tebi koristilo. Ja. Tudi tebi pač hvala za priložnost, res je nisem pričakovala, a ne. In tudi tisti dan, jaz sem se res vrnila iz potovanja, a ne, jaz sem še vsa vzhičena in potem tvoje sporočilo, sem rekla, oh my god, to se je meni že začela manifestacija, v bistvu tako, res nisem pričakovala, no, tako da sem ti zelo hvaležna, da si pač to začutil, in tudi sem zelo hvaležna pač za tvojo vpogled v tvojo karto in ti res želim, da pač slediš svojemu poslanstvu, ki ga itak že opravljaš, ampak vedno si lahko še boljši. Strinjam. Nives Jurman, najlepša hvala. Hvala tebi. Kat.